ojoj, moj budžet je 2000 kalorij, ta dan jih bom pojedel 2500 ali pa 3000 ali pa kakorkoli. Hrana ni samo vir hranila, ampak je tudi nekaj, ob čemer se družimo. To ni obdobje zdaj, ko nase postavim breme napredovanja na teh področjih. Ne? Ali se spomnim, koliko dobro smo se imeli, pa kdo vse je bil, pa kdo si je polil belo srajco s paradižnikovo omako. Kako se ne prenajedati na družabnih dogodkih? Ali se je sploh smiselno ukvarjati s prehrano decembra, ali se je bolje samo sprostiti in reči jolo? In kako potem popraviti, kar smo v zadnjem mesecu, v letu pokvarili, če tako rečemo. December je tukaj in tole je praznična epizoda podcasta Zdrava pamet. Snemamo jo v prvih dneh zadnjega meseca v letu, vi pa jo poslušate malo ali veliko kasneje. Ko bomo obdelali praznike, mi danes tukaj, pa sledijo še odgovori na vprašanja naših zvestih poslušalcev. Vse to, še več in najboljše na svetu o prehrani z veliko zdrave pameti, mi boste v tej epizodi za vas pomagali dostaviti cenjena kolega Lana Trampuš in Mario Sambolec. Pozdravljeni. Malo prebral uvod, ker se nisem uspel točno pripraviti, ampak vseeno me zanima, ste kaj praznično razpoložena že? Lana? Jaz še ne, Okay. ker se še malo preveč stvari dogaja, ampak si tudi probam zavestno planirati, da proti praznikom se mi bo vedno manj dogajalo, da bom lahko prisotna za praznike in se malo ščilirala. Tako da, The best. getting there. The best. Vidva. Ne, nisem še nič praznično razpoložen. Edina praznična stvar, ki pa me veseli tokrat, je pa, da vem, da ne grem nikamor letos za praznike in bom večinoma doma in to me ful pomerja. Tako to mi je všeč, da bom imel en čas, tako en teden, mislim, da prije nekaj en teden letos, ko je tako v kosu namenjen brezdelju. The best. Tako da tega se prav veselim, tako da zame bo The to. best. Bomo pa v naslednjo epizodo povedali, kako smo preživeli praznike. Ne? Ja. Tako da, ja, evo. Odlično. Še eno vprašanje imam v bistvu. Kako so pa vajni decembri, oziroma kako je vajen december, kar se tiče hrane, pijače, vseh ekscesov in vseh problemov, ki jih ljudje ponavadi okrog te tematike v tem mesecu imajo? A je ful obremenjen, združeni in vsi mi hoče vse stlačiti v usta? Ali je čist normalen mesec? Kako ga doživljate? Ker jaz namreč mislim, da so ljudje tako v 2 ali pa v 3 skupinah. Eni se počutijo, da je december najhujši mesec, ker je toliko vsega in ker je toliko težko se mogoče malo držati nazaj oziroma ostati zmeren. Eni rečejo, december je zame nič posebenega, pač samo še en mesec. Ne? Eni so pa mogoče nekje vmes. Zame je to samo še en mesec in se ne stresiram preveč z njim. Kaj pa vidva? Jaz ga tudi tako dojemam. Se mi zdi, da ko sem bila mlajša, recimo še tisti dnevi pred faksom, torej brez dejanskega prehranskega znanja, sem ga tudi bolj dojemala kot neko breme, ker je dobre hrane, mastne hrane, sladke hrane povsod veliko. In če ne razumeš, kako take dneve ali pa take obroke umestiti v svojo prehrano, brez da se preveč obremenjuješ, potem je to kar en velik stres lahko. Ampak zdaj, s tem znanjem, ki ga imam, pa tako, kot si ti rekel, sam še en mesec, ki najverjetneje bo vključeval, da kakšen trening se spusti, pa se tisti dan gre mogoče rajši na sprehod, ker ni časa. Pa tudi najverjetneje kakšen obrok bo bolj masten, kakšna sladica še toliko slajša ali pa v dvojni porciji. Ampak bomo danes probali to razložiti, da s tem ni zares nič narobe. Lahko rečem zdaj ali pa včasih, to mi je všeč, ko je Lana primerjala, včasih pa zdaj. Ne. Zdaj je mogoče moja draga VD žena Maja tista, ki mi tlači stvari v usta decembra, ki rada peče in kuha in potem sem jaz tisti, ki te stvari probava in poskuša in ocenjuje in ne kritizira. In to je mogoče ta bistvena razlika. Tako da hrane, kot praviš, Lana, je seveda več takšne in drugačne, bolj in manj fit oziroma mastne. Je pa za razliko od prej, tudi pri meni bistveno manj drame v zvezi z vsem tem, pa tudi sigurno sem manj strikten sam do sebe v zvezi z treningi oziroma telesno neko dejavnostjo. In to se upada tudi z razumevanjem nekega normalnega naravnega cikla. Ne? Pač to ni obdobje zdaj, ko nase postavim breme
napredovanja na teh področjih, ne? Ampak pač treniraš neko zdravo vzdrževanje. To je ta mindset. Ne? Se pravi, zdaj, tako kot na telefonu zamenjaš, veš, focus, sleep, work, zamenjaš mode. Ne? Tako to pač tudi pri sebi jaz pol zamenjam mode. Ne? Zdaj gremo v to obdobje, ker ni mode treneri za napredek ali pa je za to, da zgubljaš odvečne kilograme. Ne? Ampak zamenjam mode v treneri vzdrževanje. Zdaj pač vzdržuješ, ohranjaš neke temelje oziroma neke rutine, ki te podpirajo v smislu zdravja in dobrega počutja in enostavno se spremenijo kriteriji, torej ne spremljam zdaj parametrov boljšega performansa na treningu ali pa kaj se dogaja s tehnico, pač zdaj vzdržujem to, kjer sem. Ne. In če se navežem na včasih oziroma prej, je bila to moja glavna napaka. Ne. Osrednja napaka sigurno, se pravi, ta mindset je bil always on, ne. Vedno sem na nastavitvi napredka. Ne? Se pravi, ali zgubljam maščobo, pridobivam mišično maso, se pravi, vse je bilo vedno podrejeno temu in v bistvu mi je bil pol ta holiday season, ne? To obdobje praznikov mi je bilo v bistvu odveč, mi je bilo moteče, mi je bilo stresno, ker je posegalo v to mojo nastavitev, namesto da bi bil jaz tisti, ki se nauči spremeniti pač enostavno nastavitve. Ne? Tako da to je moj pogled oziroma moje dojemanje tega obdobja. To je zelo dober način, kako razmišljati mogoče o praznikih kot takih. Ne? Torej, da probaš ti spremeniti praznike, ker ne moreš spremeniti. Pač december se dogaja, navade so take, kakršne so, dogodki so taki, kakršni so. Tega posameznik ne more spremeniti. Razen, če ostane doma cel mesec. Ne? Ampak lahko pa spremeni, kako to dojema in kaj od sebe mogoče pričakuje. Tako da to mi je zelo dobro. Sicer se zdi mogoče komu, ki posluša. Ne? On to lahko govori, torej Mario to lahko govori zdaj takole, ker je trener, ker je že cel life v tem, v njemu je vse jasno, on vse zna, vse razume. Lana isto to lahko tako govori. Ker je hodila na šolo za prehrano, ker ve, kako si prehrano prilagoditi in ker ve, kaj pač početi na druženjih. Ne? In tudi meni bi lahko nekdo rekel, je to lažje, zato ker stvari razumem. Torej nam vsem trem je lažje, kakor posamezni oziroma povprečni osebi. Kar lahko mogoče malo pripišemo tudi temu, da mi razumemo pa znamo določene stvari, ampak mislim, da ne moramo tega pripisati samo temu. Ker to, kako ti dojemaš mesec pa sebe v tem mesecu, ponavadi ni povezano s tem, koliko veš o beljakovinah pa o kruhu. Ne? Ampak bolj o tem, kako dojemaš ti vse okrog sebe. Meni se zdi, da lahko za december rečemo, da je to ena od tistih situacij, kjer je več stvari hkrati res. Kako se ga lotiti torej. In tukaj imam prav napisano, kjer je vse tri stvari hkrati so res decembra. Torej, prehrana decembra je v nekaterih pogledih nekoliko drugačna in obilnejša od prehrane v ostalih mesecih. A je to resnica? Ja. Za večino ljudi, recimo. Druga stvar, ki je tudi res, v teh socialnih interakcijah in v hrani, ki je tam prisotna, je dobro in smiselno, da ne rečem celo nujno in prav, tudi uživati. Se strinjamo? Zdravo uživanje. Zdravo uživanje. Ja, to je tako moj Instagram handle skoraj. The best. Tako big fan. Odlično. Zdravo uživanje. No, potem pa hkrati, to, kar pa mogoče poruši vse skupaj, to, da uživamo, da smo sproščeni in da začutimo utrip decembrskih druženj, ne pomeni, da moramo na vsakem koraku, kjer smo, pojesti vse, kar vidimo, popiti vse, kar vidimo in da moramo cel mesec presedeti na kavču. Te vse tri stvari so lahko hkrati res. In jaz mislim, da imajo ljudje velik problem vse to troje skupaj zaviti v nek isti koncept in ga preslikati na svoj december. Ker je lahko res mogoče samo ena stvar hkrati za njih. Samo december je safer, ker je polno vsega. Če uživam, bom užival all out in bom imel YOLO moment, ker samo enkrat se živi. Ne? Zmernosti pa pač ne razumemo in za njo ni prostora decembra, ker je vsega pač preveč. Mislim, da je to neka osrednja tema, iz katere lahko danes izhajamo. Kako zdaj povprečna oseba, ki nas posluša, kako si lahko malo bolj normalizira tale mesec, da se bo mogoče počutila, bom rekel, malo bolj tako kot mi. Torej, da so stvari pod kontrolo in da se da neko zmernost pelati dolgoročno. Kje zdaj začeti? Jaz bi začela pri osnovi, ki se meni osebno zdi zelo pomembna, da se ohrani tudi decembra. In to je zagotovo neka struktura oziroma ritem rednih uravnoteženih obrokov. Ker kar se
zelo hitro zgodi decembra, je, da si ljudje vse planirajo samo na tisti en dogodek v dnevu. Torej, ok, lahko računam, da gremo danes na energijsko, hranilno bolj bogato praznično večerjo. In do te večerje namenoma ljudje pojejo manj, preskočijo kakšen obrok, zato da prišparajo kalorije. In kaj se pa zgodi na tej večerji? Ja, tam je vnos hrane večji, kakor bi bil, če bi tekom dneva kakor tok normalno jedli. Torej, približno ravnoteženo jedli. In tega je ogromno zares. Torej, da ljudje preskakujejo obroke, nekako pozabijo na vse te temelje, s katerimi se ukvarjamo tekom leta, in potem seveda iz tega pride kasneje mogoče kakšen dan še pretiravanje s piškoti oziroma s tistim pecivom, ki ga imaš nekje na razpolago. In kar naenkrat prehrana ni več večinoma iz nekih hranilno bogatih živil, pa nekje 20% za uživanje, ampak se ta razmerje obrne. In tukaj pa potem lahko nastane seveda energijski presežek, od katerega se redimo slabša prebava, od katere so ljudje zaprti, napihnjeni in se slabše počutijo. Pa nasploh neka slabša energija, v smislu imaš manj volje do nekih rednih treningov, pa tudi pustimo zdaj, to ne pomeni, da greš vsak dan na long run oziroma na dolg tek ali pa na neko etapo kolesarsko, ampak vsak dan vsaj nekaj gibanja. Ne? Želimo, da ljudje vsem se tako prehranjujejo, skrbijo zase, da jim ni samo še do ležanja na kavču. Torej, ne delati decembra nič posebnega, kar se tiče prehranskih navad in navad telesne aktivnosti. Ne? V bistvu delaš tisto, kar si delala že prej, in svetuješ tudi ljudem, da se najprej potrudijo poskrbeti za osnove. S prilagoditvami. Ja, seveda. Kot smo rekli, seveda, ne? So neke situacije druženja, ki niso normalne vsak drug mesec v letu, ampak okrog tega še vedno ne rabimo delati takih sprememb, restrikcije, ker s tem si naredimo v bistvu več škode, kot si naredimo koristi. In se mi zdi, da ta nasvet, že samo to, da probaš vseeno imeti nek normalen, uravnotežen zajtrk, vsaj kakšno malco, ne pa, da se zjutraj zbudiš, in pa sam si na nekih kavicah, piškotkih, ker cel dan, mogoče tisti dan boš celo premalo energije zaužil, sam se vemo, to je ka bumerang. Naslednji dan, lakota je večja, ta hranilno bogata živila, oziroma ne hranilno, bolj energijsko bogata živila so povsod in vnos tega bo pol večji, spontano. Ne? In težko se je tukaj z neko disciplino pomagati, oziroma si zares ne moramo, ker, kot smo rekli, lahko obstaja tudi tista resnica, da jolo. Sej se ne rabimo sekirati, sej december. Ampak vse to se nam ne bo nekje pokazalo. Vsaj na počutju, če ne potem tudi na pridobivanju kilogramov. In seveda nič ni narobe, če se telesna masa gre kakšen kilogram gor, ampak da govorimo pa 5 kil plus od enega meseca, to pa je nekaj, kar bi odsvetovali najverjetneje vsi. Ja, absolutno. Kar ni samo voda, ne? Žal. Prej si rekel eno zanimivo stvar, ne? 3 stvari, ki držijo istočasno o decembru. Pa se mi je utrjala misel ob tem, da nasploh se mi zdi, da imamo ljudje težave s tem, ne samo z decembrom in s temi 3 stvarmi, ki istočasno držijo, ampak nasploh stvarmi, ki istočasno držijo o katerikoli temi. Ne? Se mi zdi kot neka taka zanimiva stvar, da bi radi ponavadi si razdelili, ne? A je neki samo takšno ali je samo drugačno. December je sam grozen ali je pa sam čaroben. Ne? Se pravi, to, kar si ti naredil, je izval si ljudi, ki razmišljajo o tem, kako lahko v neki stvari drži istočasno več različnih trditev in to potem malo zamegli to celo neko situacijo in to nam načeloma ni všeč. Ne? Ampak v bistvu december je dobro ponazarja življenje v tem širšem filozofskem smislu, ker veliko lepega se dogaja decembra lahko, ampak istočasno tudi veliko takšnih izzivov, ki nam gre vsem skupaj malo na živce. Ne? Tako da je, zato je, lahko rečemo, da je en tak dober trening lahko za tudi preostali del leta. Kaj želim s tem reči? Če uspeš te stvari, o katerih se danes pogovarjamo, spraviti v akcijo decembra, pa si good. Zelo verjetno ti bo uspel pa tudi aprila ali pa maja ali pa na dopustu.
Ne, če ti pa uspeva drugače, pa ti pač decembra spade, ne, pa zelo verjetno ti ne gre zelo dobro tudi čez poletne praznike ali pa za veliko noč ali pa za rojstne dneve ali pa za nekatere druge situacije, ki od tebe spet zahtevajo, da se odzoveš na njih. Tisto, kar si rekla, Lana, mi je bilo všeč, ker si opozorila na pomembnost rutin oziroma struktur. Jaz osebno sem velik fan tega pri svojem delu s strankami, zelo pogosto to izpostavim celo kot temelj, preden se sploh začnemo pogovarjati o beljakovinah, ogljikovih hidratih, vlakninah, številu obrokov in času obrokov in takih rečeh. Uporabim prispodobo, da še preden se odločimo, kakšno hišo bomo imeli, pa kje jo bomo postavili, če gradimo hišo, recimo prehransko hišo v tej prispodobi, ne? Še preden se ukvarjamo s tem, s čim se ukvarjamo še prej. Ponavadi s tem, kakšna je okolica. Lahko imamo idealno hišo, ampak če je okolica povsem neurejena, imamo pogled tam nekam na eno žbunje, neurejeno, vse razmetano, nam ne bo všeč, ne bomo šli lepo okolico si urediti. In v tej prispodobi recimo je urejena okolica v bistvu v tej prispodobi bi rekel, da ponazarja urejeno tudi neko dnevno prehranjevanje. Ne. Se pravi, ta rednost prehranjevanja, kdaj v bistvu imam svoje obroke, a se gibam, ne? Se pravi, te neke temeljne rutine, ki nas podpirajo, bi rekel, da v bistvu skrb za njih je skrb za neko svoje okolje oziroma za to okolico. Je nek temelj. Zdaj, po drugi strani, pa čeprav opažam pri delu, in tudi pri sebi v končni fazi, da preskakovanje obrokov se res ne izide dobro v večini primerov, no? Redki so primeri, specifični kalibri so to ljudi, ki ne razvijajo nekih motenih pogledov na noben aspekt prehranjevanja ali pa nimajo nekega tudi negativnega odziva potem v smislu prenajedanja ali pa neustrezne kompenzacije, če na primer spustijo obrok, ker vedo, da se bodo potem za kosilo izrazito najedli, bolj najedli in potem enostavno spet nimajo težav, če kasnejše obroke, recimo večerne obroke, prilagodijo. Ne. Zdaj, minus tega je verjetno, da vnos lahko da ne bo štimo, če bojo takrat jedli neke hranilno neustrezne izbire in potem jim tukaj lahko zmanjka, ampak v energijskem smislu si pa tako lahko pomagajo. Rekel sem, to so izjeme, ne bi priporočil recimo tega večini, ker stvar veliko prej razpade. Zato sem tudi čez praznike, tudi jaz bom dvignil roko gor za uravnoteženo redno prehranjevanje. Tisto, kjer pa vidim kot eno strategijo, ki pa se lahko v določenih primerih skaže dobro, spet bi bilo dobro vedeti, s kom govorim, kakšen je profil človeka, ki mu to svetujem, zaradi tega bi bil vseeno zadržan, da to, kar posplošujem tukaj v smislu te oddaje, ker vsi to probite, pa je, da eno je, da imam reden obrok, drugo je pa, kaj si takrat privoščam. Ne? Se pravi, vsak obrok ima en del, ki mu lahko rečemo, da te bolj podpira v smislu hranilnega vnosa, ima recimo več vlaknin, več beljakovin, več zelenjave, več sadja. Se pravi, to so elementi tega obroka, ki mu lahko rečemo pod navednicami, ne vem, pomagajte mi bolj za zdravje, bolj kot ne, bolj podpora zdravju. Podpora zdravju, evo, dajmo tako reči. Ne. Se pravi, tam ni zelo velike energijske gostote. Seveda ni veliko maščob, ni veliko škrobnih ogljikovih hidratov. Se pravi, energijski del je v bistvu zanemarjen tukaj na račun dela, ki ima več volumna, ki ima več vitaminov, mineralov, vlaknin, beljakovin pustih. Se pravi, tukaj se v bistvu ti lahko kar precej naješ takšnega obroka, kjer si pa vseeno uspel zmenedžirati energijski vnos takšnemu obroku. Ne? Če recimo imaš od zadnji nekje, ne, da bi si želel, ker imaš omejen budžet, pa vseeno pustiti malo bolj, kako ne rečem, prazen tank, za situacijo, za spremenjeno okolje, kjer boš pa prišel glih na obratno. Ne? Tam bo pa glih manj teh hranilno bogatih izbir, manj bo zelenjave, takšne, ki bi ti bila recimo všeč, ker bo več ocvrtga, več bo zalitga, več bo, ne. Se pravi, manj bo zelenjave, manj bo sadja, manj bo vlakninaste hrane, manj bo pustih virov beljakovin, bolj bo vse ocvrt, bolj bo vse masen, ne. Se pravi, boš prišel v okolje, kjer pa bi rad potem nekako se malo sprostil v tem smislu, da si ful preveč pozoren na te malenkosti. In pač rečeš, ok, tukaj bo mogoče malo več dotočil, ampak sem poskrbel prej za ta, dajmo reči, prehransko bogatejši del, ne. Se pravi, še vedno si pojedel obrok, samo z mislijo na to, kar sledi ali pa kar se je zgodilo, lahko prilagodiš svojo izbiro tako, da
pokriješ ta del, ki večini ljudi pogosto zmanjka, še posebej čez praznike. Ne? In pa se zgodi to, da dajmo imeti redne obroke, potem pa so to lahko obroki, ki naprimer za zajtrk je to lahko, ne vem. Zdaj si bom kar zmislil, čisto, da smo lahko pragmatični. Ne vem, kaj jemo za zajtrk. Dajmo jesti nek kruh, dajmo jesti ali pa, ne vem, jajca ali pa se pravi kombinacijo škrobnih ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin, se pravi tak bogatejši pester obrok, ne. In potem ponovim za malce podobno in se pravi imamo uravnotežene obroke. In potem pridemo v situacijo neke večere, kjer je okolje obilja spet, ne. In kar je zanimivo, da spet pri določenih ljudeh, ne vem, povejte, če tudi vidva to opažate, da neodvisno od tega, kaj so jedli prej, ne, tudi če so jedli prej uravnotežene obroke, ne, kot sem jih prej uporabil za primer, ko pridejo v tako okolje obilja, tukaj v bistvu apetit skoraj da malo odpove, ne, ker se začnejo prehranjevati s očmi, vplivajo na njih ljudje, začnejo, pa dej bo še malo, pa veš te vse človeške stvari, ki jih ljudje počnemo, potem to ponujanje, pa ne, in malo mogoče podležejo pritisku. Ljudje generalno vemo, da pojemo več, ko se sprostimo, po možnosti še kaj spijemo, ko smo v družbi ljudi, ponavadi pojemo več, tudi če iste stvari, kot pa če jemo sami. In potem na to želimo opozoriti, ne, da potem se tudi lahko zgodi ta energijski presežek, se pravi, bi se zgodil v vsakem primeru. Tista strategija, ki jo pa lahko uporabimo, je pa mogoče ravno ta, da če vemo, da bomo pri nekem obroku zdaj v takih situacijah pogosteje pojedli več, kot bi si obroka pripravili sami, če bi si ga, in da ga bomo jedli v družbi in da bo ta obrok tudi trajal dlje, kot traja ponavadi, družinska kosila, večerje, božično, Sedenje za mizo, ne, pol to kar traja, hrana kamorkoli se obrnaš je, vedno znova ti nekdo ponudi, rečeš 3-krat ne, pol na neki točki pač nočeš biti neoljuden, pol kar te stvari se začnejo dogajati in če nočeš biti nek pain in the ass tukaj ali pa v družbi ven štrlet skozi tem, da zdaj pač ti ne boš in potem ti je muka, ker te vedno vlačijo po zobeh, ker zdaj itak, Mario, itak on to ne je. Ja. In pač nočeš biti ta tip, ne. In pač, je, daj mi. In pa me vsi gledajo, kako ti tudi te stvari ješ? A sploh smeš? Sploh smeš, ne. Pač veš, obrneš malo ta scenarij, ne. Se ne narediš izjeme v okolju, kjer pač enostavno ti ni cool, da si, ne, izjema. In potem si recimo lahko na tak način, to sem sam želel povedati, ne, še vedno poskrbiš za to, da če imaš kosilo ob 4 ali pa pozno kosilo, daj pač ne biti cel dan brez hrane ali pa poješ zjutraj 2 piškota pa spiti kavo in pričakovati, da boš pa potem tukaj izbiral pametno, ker ne boš, ker si pač 4-krat si že rad olačen vmes, ne. In boš razpadel. Ampak da mogoče pa lahko, lahko vklopim malo razuma in rečem, kaj bo takrat, kam grem, ponavadi vemo, kam gremo, ne, ponavadi vemo, česa bo več, ponavadi, če gremo, ne vem, da si bom spet zmislil, ampak če gremo, ne vem, v Sarajevo, kaj je 84, ali če gremo, ne vem, tam na neko pojedino balkansko, ne bojo kumare. A bom presenečen, veš, da mi ne bojo postregali tofuja, veš, mislim, ne, hello, ne, se pravi, vem, kam približno grem, vem, kaj bojo jedli, vem, če grem, ne vem, k tašči, vem, približno zdaj že po tolikih letih to na pamet njen meni, ne, približno vem, kaj se bo dogajalo in torej, lahko pa mogoče ta dan, ker ponavadi imam navado jesti, ne vem, svojih tok pa tok ovsenih kosmičev, s tok pa tok oreški, s tok pa tok beljakovinami, ne, recimo. A lahko jaz to mogoče malo prilagodim vseeno, ker vem, da bom pol tam v drugo smer prilagodil, ker bo gospa jezna, če ne bom probal in teh nekih nudlov z neko tartufato in potem tudi te priloge tam in potem še one tretje jedi pol in vem, da bosta 2 sladici in bi pa ona užaljena, če bi probal samo to in ne pol še to, ne. In pač pol ne kompliciran kle, ampak si mogoče tam malo, bom kle bolj temeljil, recimo bolj na sadju, pa si bom prilagodil obrok, bom vzel grški jogurt z manj maščobe, pa bom dal več sadja, ne, pa imam spet uravnotežen obrok, sam je pa energijsko prilagojen, da sem si tam naredil malo prostora. Ja. Upam, da sem bil dosti razumljiv, no, da to ni šlo zdaj malo. Sprav to se mi zdi neka taka vseeno premišljena strategija, ki pa lahko mnogim pomaga, da je nek kompromis, ne preskakujemo obrokov, ni tako, da zdaj pridem v situacijo čist lačen, sestradan, živčan in potem naredim neumnost. Po drugi strani pa nikdih tako, da vse držim popolnoma enako kot je in se delam, ne, kot da pa potem v tem
okolju obilja, bom pa zdaj jaz bil čisto zadovoljen to svojo neko normalno porcijo. Ne. Lažem si, vem, da bom hotel še malo, ker je bilo več stvari in me zanima probati. In tam bom sedel 4 ure in pač pojedel samo v 20 minutah in zdaj pač Good luck. Držati da se ne bom nazaj. potem še nazaj Seveda. držal preostale 2 uri. Ne. Ja. Tako da tukaj pa je ta nek, kaj pa vidva mislite o tem, ne vem. Ja, tle je malo odvisno, mogoče tudi od osebe do osebe. Ne? To Za, sem hotel, ja, za nekoga res dobro funkcionira to, da čisto normalno je in tudi potem na samem dogodku mogoče nima toliko težav s tem, da reče ne, hvala, jaz pa ne bom, ali pa da ko ima nastavljene piškote, da vzame samo 2, pa pol res neha. Eni so tukaj zelo učinkoviti pri tem, ne? Ampak tisti, ki pa pač niso, pa ki vejo, da bojo pojedli več, ful več na takih dogodkih, je pa mogoče res fajn v dnevu malo prilagoditi, ne vem, manj kruha za zajtrk, ne sladice po kosilu, če veš, da bo po večeri 6 sladic, take prilagoditve. Ne. Lahko se pa v bistvu tudi pogovarjamo o tem, da se je v bistvu dobro tudi malo sprijazniti, da na takih dogodkih, sploh teh glavnih, ki vemo, da bo ful hrane, ne glede na to, kaj naredimo z našo prehrano v prvi polovici dneva, zelo verjetno bomo na tisti dan pojedli več. Jaz mislim, da imajo ljudje s tem ful velike probleme, ker jih stresira misel na to, ojoj, moj budžet je 2000 kalorij, ta dan jih bom pojedel 2500 ali pa 3000 ali pa kakorkoli. Ker to je pa 1000 kalorij viška in to bo šlo direkt v špeh. Ne? To ne bo šlo vse direkt v špeh ponavadi, ampak kakorkoli. Kaj hočem povedati? Na tak dan je lahko nos nekoliko višji, ampak to v bistvu lahko pomeni, da je na dan, ko pa takega dogodka ni, pa kaj je čisto normalen dan, ker ni vsak dan v decembru tak dan, ne, je pa lahko takrat vnos nekoliko manjši. Saj ne rabi biti vsak dan enak. Ni človeško niti, saj nismo roboti, ne, da bi vsak dan imeli čisto enak vnos. In je normalno, da je tekom meseca en dan višji, en dan nižji, na koncu, če je vsaj približno v nekem ravnovesju, ni nobene panike. Tudi, če smo si mi za božično večerjo privoščili 2 sladico, a ne. In tako, da se prehrano mogoče malo dojema tudi ne samo čist na nivoju enega dneva, ampak kaj se je pa dogajalo v celem tednu, v enem mesecu, bi bilo po moje, da kar koristno, da ljudje na tak način razmišljajo. Veste, kaj se meni tudi zdi? Da je mindset tukaj včasih lih toliko ali pa še bolj pomemben, kakor pa naša prehranska orodja in prehranska znanja. Kaj mislim s tem? Mindset, ljudje so velikrat v decembru enostavno z mislimi naštimani, nastavljeni tako, da bo pač december kaos, razpad sistema, nažrl se bom 100-krat, 500-krat in december tak pač je. Ker nam je bila prodana taka ideja. Decembra je od Miklavža do novega leta skozi vse in skozi mora biti vse na voljo in skozi mora biti vsega preveč. Če ni vsega preveč, bom nekaj zamudil. Ker samo decembra bo, pol pa ne bo več. Januarja je čisto nasprotje, ne? In tudi ta ideja nam je bila prodana v bistvu, da januarja mora biti čisto nasprotje, ker je bilo decembra itak toliko ekscesno vse. In jaz mislim, da je tukaj tista stvar, kjer mora vsak v bistvu začeti. Drugače dojema december. Torej, december ne rabi biti toliko ekscesen, kakor je. Mi si sami to naredimo. In lahko gremo malo proti temu, ne? Zakaj, ko se peče piškote za Miklavž ali pa za Božič pa karkoli, zakaj spečeš in cimetove rolice, in neko bučno pecivo, in štrudel, in 3 vrste Čakaj malo. Pa tvoja mama bo isto spekla. Daj korak nazaj, 1 sladico, mogoče 2 in to je to. Ne rabi biti 50 sladic na voljo, ne. In jaz mislim, da bi tukaj res s tem mindsetom, ki ga imamo, da ni preveč ekscesov, pa da ne delamo iz tega tok big deal. Ker se ljudje uspejo precej napsihirati pred temi dogodki in pred decembrom nasploh. A veš, shit, tisto bo za jest, pa uno bo za jest, pa tretje bo za jest. V bistvu hrano postavljamo na en tak piedestal, na podstavek, ne? In v bistvu je hrana najprej in druženje na drugem mestu. A veš, ni božična večerja druženje, pa malo bomo pojedali, ampak je, koliko hrane, druženje pa se zdi, da je postransko in damo ves fokus na hrano. In valjda pol hrana postane edina skrb, ki jo imamo in edina stvar, s katero se ukvarjamo, pa ne bi smelo tako biti, če mene vprašate. Ne vem pa, kaj vi mislite o tem. Koliko je mindset zares pomemben? Meni se zdi, da je zelo pomembno že to, da december dojemaš kot mesec, ker tako, kot je Mario že na začetku rekel, lahko se daš na nek
vzdrževanje telesne mase, vzdrževanje fizične pripravljenosti, več ali manj, ne pa, zdaj moram pa res paziti na vsako kalorijo, ker to je vse, če pogledamo, koliko je dni v letu in če ti, tudi če 10 dni v decembru boš presegel svoj energijski budžet, in kaj se bo zdaj s tem zgodilo, če bi si vse ostale dni jedel približno običajno, nič kaj dosti posebenega. Težava bi se pokazala dejansko, da ti sam zaradi te svoje črno-bele mentalitete, december je, dajmo imeti vsega preveč, ker pol januarja tako cekamo in moramo zdaj izkoristiti. Ja, tukaj pa potem nastane zagotovo slabše počutje, pa tudi to nek energijski presežek, pridobivanje kilogramov, ki jih potem vsi živčno grejo izgubljati januarja, najverjetneje še z neko nizkoenergijsko dieto, proti kateri smo itak vsi tukaj. Tako da, kje začeti? Ja, s tem, da ko smo v decembru, zdaj to se pač snema že v decembru, ostanemo nekako na svoji rutini in dopuščamo te dogodke. In tako, kot si ti že lepo povedal, hrana ni samo vir hranila, ampak je tudi nekaj, ob čemer se družimo. In če se ti preveč ukvarjaš s hrano, zamujaš vsebino pogovora, zamujaš neke spomine, zaradi tega, ker medtem, ko se ostali družijo, pogovarjajo, ti razmišljaš o svojih kalorijah, koliko ima pa tole maščob, bom še danes, koliko bi še lahko pojedla, pojem še 2 kosa, ali se raj po enem ustavim. Veliko je pol tega nekega food noisa, torej stalnega razmišljanja o hrani, in tega ne želimo. In tudi mogoče lahko kar rečemo, da to ni zares normalno. Je pogosto, ampak da se brez tega. In da se da brez tega, oziroma da si to sposoben nekako si bolj v miru obstajati v decembru, moraš pa že pred temi prazničnimi obroki razčistiti. Tako da to smo tudi v bistvu že omenili, da če je kaj s tvojim razmišljanjem ali pa s tvojo rutino narobe, se bo zares to pokazalo decembra. December je nek test, koliko imaš ti dobro upeljane neke temelje uravnotežene prehrane, pa koliko znaš zmerno razmišljati o tem zdravem življenjskem slogu. A je to zdaj vse, kar imaš ti v življenju, in vse ostalo je postransko, ali je to samo nekaj, kar tebe podpira v življenju. Tako da, karkoli bomo danes glede prilagajanja obrokov povedali, oziroma smo že povedali, nič ne gre mimo spremembe razmišljanja. Torej, december se ne sme dojemati kot vse ali nič, črno-belo, ampak nek mesec, kjer je normalno, da kdaj presežemo svoje energijske potrebe. Je tudi normalno, da se to kaj pozna na tehnici, ampak ko rečem, je normalno, da se nekaj pozna, hkrati ne bom spodbujala ljudi, da se zredijo za, se nima veze, koliko se bomo šli hujšati januarja. Sej se da zmerno gledati na vse. Ne bi toliko fiksirani na tehnico, pa na kilograme, na kalorije, ampak po neki zdravi pameti razmišljati tekom dneva, kako hkrati vseeno skrbeti za svoje zdravje, pa ne imeti samo tega v svojem življenju. Torej, s temi prilagoditvami obrokov pred nekimi takimi dogodki, druženji, tudi če se ne ukvarjamo toliko samimi kalorijami, se lahko vprašamo, kakšna je šansa, da bom kasneje pojedel dovolj sadja, zelenjave, če se ne potrudim že prej v dnevu. Nice. A veš, in da se s tem ukvarjamo. Mogoče bi bilo pa super, da pojem čim več sadja, že prej pa zelenjave, ker najverjetneje na tisti pojedini več kot ene skodelice solate najbrž ne bom pojedel. In že sam s tem, ko se fokusiramo, kaj pa če bi še kaj polnozrnatega dodal v svoj zajtrk ali pa v svoje kosilo, ker najverjetneje bom zvečer jedel same neke bolj rafinirane zadeve, pa ne da je s tem kaj narobe, ampak mi vsi vemo, kaj podpira zdravje, kaj sestavlja uravnoteženo prehrano, in če ta živila dodamo takrat, ko imamo mi kontrolo nad svojo prehrano, si lahko tudi nekaj več kontrole si spustimo takrat, ko gremo uživati. Te praznični obroki niso namenjeni temu, da štejemo tam kalorije, in tega zagotovo noben od nas ne dela. Kar pa jaz zagotovo naredim, je pa, da vedno poskrbim vsaj, da ta obrok je podoben uravnoteženemu obroku, ker se zavedam, da sam na ta način bom zares sita,
pa nekako bom že sama sebe omejila, koliko bi pojedla krompirja, če poskrbim, da moj krožnik vsebuje tudi kakšen vir beljakovin. Še kaj drugega poleg Ja, krompirja. ne, torej, da tudi pri teh obrokih vsem, če je le možno, če nam ni zdaj največ na svetu pašta s tartufi, poskrbimo za neko normalno porcijo beljakovin, nekaj ogljikovih hidratov, pa sej nima veze, če jih je kaj več, ampak zakaj bi bili čez cel krožnik? A ne, sej tudi tako, no, znotraj tega obroka tudi ne gremo samo uživati, lahko sta dve stvari hkrati res. Uživamo, imamo večjo porcijo, se ne sekiramo, ampak hkrati, zakaj pa ne bi še malo pogledala, manjkaj beljakovin, olej, nekaj zelenjave na mizi, čem še tega malo pojesti. Ni treba iti samo na krompir. All out, ja. Všeč mi je ta december je v bistvu test osnov in nekih rutin, ki jih imamo, ne. Pa hkrati je december tudi test fleksibilnosti, torej koliko so lahko ljudje prilagodljivi in svojo prehrano prej in svojo prehrano na teh druženjih in tudi fleksibilni s tem, kako gledajo na prehrano. Torej, tudi če ni perfektno obrok, ki sem si ga tam sestavil, da je vsaj približno ok, a ne. In da se vrnem mogoče še malo nazaj, ker si rekla, da se na teh praznikih pa to ne šteje kalorij, pa ne meri ne vem česa, ne. Ful se je dobro vprašati, takole za poslušalce, česa se bom spomnil od letošnjem božiču, ali pa česa se od lanskega božiča spomnim. A se spomnim, koliko kosov štrudla sem pojedel, ali se spomnim, koliko dobro smo se imeli, pa kdo vse je bil, pa kdo si je polil belo srajco s paradižnikovo omako. A se spomnite, koliko sta štrudlov pojedla lani ali pa peciv? Verjetno nimata pojma, verjetno sploh ne veste, kaj sta jedla, ne? In jaz verjamem, da za vse, ki to poslušajo, velja približno podobno. In tukaj vidimo, kaj je zares pomembno, ne? Torej, druženje na prvem mestu, hrana nikoli na prvem mestu. Vsaj, če želimo približno mentalno zdravi priti skozi ta mesec. Ja, Mario, nisi dobil priložnosti za povedati. Ne, fajn je. Že tako so vedno kritike, da jaz preveč govorim, tako da mi je v bistvu všeč, da ste si videla vzela malo svobode. Jaz sem si delal mentalne zapiske. Zdaj moram iti po vrsti. Dej. Všeč mi je, kako smo se v bistvu malo povezali. Jaz sem prej omenil, se spomniš, da je december en tak training ground, ne? Se pravi, da če december uspeš sestaviti, preživeti, da boš pol verjetno večino leta ok. In tudi mi dva, ne, Lana, s tem, na kaj je smiselno, to mi bo še posebej všeč, posvetiti več pozornosti. Ker če pogledamo prehrano kot neko checklisto, ne, kaj je najbolj pomembno? Točno to, ne, kar ste zdaj povedala, mi je bilo zanimivo poslušati, koliko štrudlov si pojedel, kjera dramo delamo. Ne. Se pravi, ok, dajmo kot checklisto pogledati, s čim imamo ljudje tako, kaj je objektiv, kaj je cilj. Beljakovine, sadje, zelenjave, kaj je polnozrnatega, ne. Se pravi, ni to tako, če ti uspe vsak dan ali pa vsak dan dobiti kaj od tega noter, ne, poskrbeti, da imaš dosti beljakovin, da dobiš kar lepo porcijo sadja pa zelenjave, dobiš noter nekaj polnozrnatega, tako mogoče dodaš zdaj, po zimi smo, ne, poskrbiš malo za vitamina D, malo omega 3, pogledaš, da imaš dosti. Ti si že v bistvu kar dober, ne, to so zdaj temelji, ki te dobro podpirajo, ne. In takrat, ko imaš kontrolo nad svojo prehrano, če uspeš nekako to mentalno checklisto odkljukati, ne, recimo imaš zajtrk, imaš kosilo, imaš večerjo, v končni fazi kadarkoli že, česa takrat, ko bom jedel, ne bo, pa kaj lahko zdaj zrihtam, če uspem to zrihtati zdaj, pol je vse, kar se zgodi kasneje, samo bonus. In to je nek tak pristop, ki ga uporabljam sam, tudi ko potujem, dosti potujem, veste, da rad potujem, in ko potuješ, imaš podobno kontrolo pod navednicami nad svojo prehrano, kot pa decembra, ko se prestavljaš iz ene pojedine in drugo pojedino. Ne? A ni podobno, ne? Se pravi, nisi kuhoti, nisi zbiroti, ne veš, kaj bo, podobno je, ali pa bom tako celo rekel, rad bi prioritiziral užitek, ne? Nek razumen, zdrav užitek. Rad bi probil stvari, ki jih nekdo naredi ful dobro, mogoče celo jaz že en mesec prej sanjam o določenih jedeh, ki jih naredi, ne vem, moja tašča ali pa nekaj. A veš, ko so neke tradicionalne jedi, ki so ti res dobre, ki te pobožajo, ker dostikrat pojemo neke stvari, ki nas odpeljajo nazaj v otroštvo, v odraščanje, neke arome, neke situacije, kjer te hrana zadane kam drugam, kakor pa samo v vitamine in minerale, ne. Mogoče vitamine za dušo, če se tako poetično izrazim. In temu moraš dati prostor, ne. In ne daš seveda prostora temu, če se omejiš na vse to, kar si prej naštel.
No, ko potuješ, je podobno, ne? Rad bi probal neke tradicionalne jedi, tudi če so ocvrte in masne in grozne in ne vem kaj vse sploh. Veš, je to del kulture in bi rad izkusil to kulturo tudi tako in potem je ista ta logika, ne? Ok, tam pač bomo šli ven jesti, da bomo te stvari, ok, beljakovine, sadje, zelenjava, ki je polno zrnega. Veš, ista checklista je, ker ne ješ vseh obrokov zunaj, ko potuješ, ne? Vsaj jaz ne. Vedno pogledam, da imam ali imam zajtrk, ali imam večerjo pol doma in naredim nek pregled dneva in ugotovim, če mi je zmanjkalo česa, pa dodamo na lodi zelenjavo zdaj, na lodi sadje zdaj, ne, vzamem kaj polno zraven tega, če ni bilo nič drugega, poskrbi, da je ekstra porcija beljakovin, če tam ni bilo nič, če so bile neke pašte. A veš, to je to, ne. Po drugi strani pa spet, užitki, ko grejo čez mejo, postanejo kazni. Poznate ta izrek, ne. In če pogledamo, kako se ljudje redimo, to mi je zanimivo, spomnim se literature, ne znam je citirati na pamet, ampak obstaja, da se ljudje načeloma z leti redimo, to ni presenečenje, in se ne redimo linearno, ne. Redimo se periodično, ne. Redimo se tako, kot se staramo, periodično. In redimo se na nekogaršnje presenečenje, dostkrat skozi to vrstne skupke dni, ko so druženja glih čez božično novoletne praznike, takrat je skok v pridobljenih kilogramih, ki se potem nekako izravna in se vzdržuje bolj, kot pa se zares uspe zgubiti. Ker tudi, če se januarja zgubi, je potem ta jojo efekt pogosta, ne, ker se izgubi na butaste načine in se potem hitro pridobi in potem se ustalimo zopet na novo pridobljeni teži. In potem jo vzdržujemo večji del leta, ko jo spet spajknemo malo gor, spet se poviša teža ob praznikih in druženjih in pol, razumeš? Na to hočem sam ciljati, ne. Se pravi, v bistvu se brkane redimo od, zdaj bom banaliziral, ampak od božiča do božiča, ne. Vmes se kao nekaj trudimo, ampak v resnici je ta dinamika pri mnogih izpostavljena, da v bistvu skozi takšno obdobja zaradi miselnosti, če se navežem nazaj na to, ker se mi je zelo, zelo pomembno, ker sta oba izpostavila ta mindset, zaradi miselnosti, da se je v bistvu na nek način vse, kar počnem čez te praznike, ker je važno, da potem počnem prave stvari, da mi pol štima, potem si tukaj, dajmo reči, da malo preveč se razpustijo vse rutine, oziroma se čist stvar čisto razpade in potem vemo, da se zelo hitro lahko naberejo presežki. Tako da lahko mi to malo relativiziramo, pa zmanjšujemo, ampak dajmo se usesti za 3 ure za mizo, pa dajmo odpreti flašo vina, pa dajmo jesti klasično juha, predjed, glavna jed, še ena glavna jed, sladica, še ena sladica. Tukaj govorimo mi, da smo sposobni za 2-kratnik dnevnega energijskega vnosa vnesti brka ne samo v tem obdobju, ne? Pa se sploh ne pogovarjamo več o tem, kaj smo pojedli pa še zjutraj ali pa zvečer. In tukaj, če se ti to ponovi nekaj dni zaporedno, ne, se pa res pogovarjamo o teh nekaj kilogramih, ki niso vodala naprej, ne, ki jih enostavno kaj z njimi pol narediti, ne, dostikrat ljudje enostavno jih pač samo hranijo, ne. In potem je mindset, sej pa bom potem počel prave stvari januarja, februarja, marca, ne, in ostale mesece. In ko se pogovarjamo z ljudmi v praksi, kaj pogosto opazimo? Da večina ljudi takrat, ko misli, da počne prave stvari, jih ne počne. To misel sem hotel okoli pripeljati, ne. Da večinoma ne počnemo prave stvari in potem se nam zgodijo prazniki. Hkrati je pa najbolj pomembno tisto, kar počnemo večino časa. Ne? Ja. Ironija. Zato sem hotel nekako ne bom uporabil te besede, ki sem mislil, Mindfuck. To! A veš, je na nek način, ne? Se pravi, večina ljudi večino časa ne počne pravih stvari, misli, da jih počne, ker se tako zelo trudi, ampak truditi se ni dovolj, ne pomeni početi. Se pravi, res tisto, kar velikokrat se trudim, kar se brez izjeme trudim pri svojem delu, je to, na kar v bistvu Lana ves čas opozarja. A spet jaz smem reči pa boš pa ti preklemane rutine, ki enostavno jih je tako težko upeljati, tako hitro razpadajo, tako hitro vidimo
zajtrk je, pa ni, pa kosila so tam, pa niso, pa pol, kar neki, pa se trudim, kao, ne jem cukra, pa neki gor, pa dol, ampak na koncu, ko potegnemo črto, energijski vnos, beljakovine, sadje, zelenjava, ki je polno zaradi tega, to sem zdaj že tretjič upozoril, sem zaradi tega, da vrnem nazaj na bistvo, te stvari ne štimajo, ne. In pol vse te, ja, se ne jem to, pa se ne jem po 6, pa se pazim na to, da so mi hidrati takšni, pa ne drugačni, pa oni, ki so manj kisli, pa ne vem, karkoli že. Vse to pol zbledi, ne, ker nas ne uspe podpirati v pravi smeri, na prav način večino leta in potem pridemo v praznike in je ta mindset, zdaj se lahko razbremenim tega pritiska, da moram zdaj biti pozoren na prehrano in pol je Kaos. tako je, ne. Tako da ne vem, če je glih december oziroma to obdobje pravi čas, da nekdo postane bolj pozoren na svoje rutine, pa jih začne v bistvu izboljševati, z ozirom na to, kar sem rekel prej o samem vzdrževanju, ker da bi ti šel na to vzdrževanje, v osnovi moraš imeti nekaj, na kar se lahko nasloniš, da to vzdržuješ. Tako da bi to bil nasvet za tiste, ki jim stvari že nekako funkcionirajo, da se držijo tega, kar funkcionira. Za tiste, ki pa so se bolj prepoznali o tem, kar sem govoril na zadnje, pa bom rekel samo to, preden oddam besedo spet dalje. A je že kdo od vaju rekel ali pa omenil pomen tega, da se znamo tudi sami s sabo pogovarjati, iskreno pogovarjati? Mogoče bi bil to moj nasvet. Ne? Zdaj, kaj za vraga se gremo? Ne? Zdaj delamo v bistvu neko dramo, nek stres v zvezi z nekim obdobjem, ki bi mogel biti pozitiven, mogel bi biti lep, na kupu bomo z ljudmi, ki jih načeloma imamo bolj ali manj radi. In dajmo vsaj mogoče narediti iz tega neko pozitivno izkušnjo in zdaj vlečemo že kar naprej, delamo problem iz nečesa, kar ne, ok. Zdaj, karkoli se zgodi, karkoli je najhujši možen scenarij, ki obstaja v tvoji glavi in te straši, ker to je ponavadi glih problema, ni? V glavi imamo neke scenarije, ki so grozni. Tako naša glava funkcionira. Decembra, groza živa, zredil se bom, vse bom pokvaril, pomagajte mi, kaj ljudje delamo dramo iz česa. To je ponavadi ta neka skupna tema. Okay. Sprav, kaj je najhujša stvar, ki se lahko zgodi? No in moj odgovor ponavadi je in. Pač in, ne, mislim, kaj pol, zredim se za 5 kg, je bil to najbolj grozen scenarij, ki se lahko zgodi. Ok, je. Recimo. In? Kaj pol? Ne, se pravi, ok, zrediš se za 5 kg, redu, ampak kaj bova pol naredila? Kaj pol sledi? Ja, ne, se pravi, vedno znova je pač sam ta cikl, se pravi, slaba vest, ki me vodi v neke grozne občutke, iz katerih sledijo neprimerna dejanja in potem, kaj pol? Ja, potem je spet slaba vest, ki me vodi v grozne občutke, iz katerih sledijo neustrezna dejanja in kaj pol? Ja, pač je spet slaba vest in potem je to. Zato pravim, je kaj pač, ja in kdaj, kje bova naredila neko pauzo vmes v tem krogu, ne? Kaj bova naredila, da bova stopila ven iz tega vrtiljaka in rekla, ok, zdaj bova pa začela delati na izboljšanju rutin, navad, osnov, hvala. Ker mogoče ne decembra, ne bova začela decembra, ne? Pusti decembra. Ne? 15. december je najslabši datum, da se to začne. In zato da se lahko pogovarjamo o strategijah, ki ti pomagajo decembra preživeti. Dotaknil bi se tudi, preden gremo na vprašanje alkohola, ne vem, kako ste vidva s tem, ampak zdi se mi, da je nekaj, kar ti všeč ali ne, ljudem je všeč, Slovencem je všeč, imamo statistike. Tako da ja, te stvari so lahko za nekatere uporabne, ampak seveda ne bomo nikomu svetovali, da pa zdaj decembra se loti pač neke divje diete, ne? Ker ne bo fajn ne drugim z njim, ne njemu z drugimi. Ampak imamo pa težavo, to bo moja zadnja misel zdaj v tem sklopu, razdeliti v bistvu svoje leto na prej omenjene obdobja. Ne. Kdaj počnemo neke stvari? Jasno nam je, da nek športnik ni 12 mesecev na let skozi v pripravljalnem obdobju ali pa v tekmovalnem obdobju ali pa ni skozi v top formi. Se pravi, ta neka periodizacija v športu nam je jasna, ampak pri prehrani ni nobene periodizacije. Mi skozi hujšamo.
ali imamo pa slabo vest, ker ne hujšamo. Ali pa spet se trudimo shujšati, ali imamo pa slabo vest. Se pravi, skozi se trudimo biti v top formi, skozi smo v fazi izgube maščobe. To je nemogoče, ne moreš biti skozi. To je, bom prenesel na področje financ. Kako bi nam bilo, če bi imeli skozi mindset, da moramo šparati? Skozi 12 mesecev na let šparaš. Vsak mesec zaslužim plačo in moj mindset je, da vsak mesec prešparam. Ja, živiš samo zato, da se šparaš in v bistvu ne uspeš živeti vmes. Ker te utesnjuje. Evo, razumeš ni prispodobo? svobode toliko. Razumeš prispodobo? Seveda. Se pravi, kako bomo šli na dopust? Ja, ne bomo šli, šparamo. A greš lahko na dopust? Šparamo. Šparaš, ne moreš iti na dopust. Razen če vnaprej splaniraš. Ker razumeš, da dopust stane. Ne? Exactly. Ampak evo, gremo na dopust. A bomo imeli zdaj slabo vest, ker smo na dopustu zapravili več, kot smo zaslužili? Najverjetneje ne, če imamo nek normalen odnos do denarja. Pa če smo znotraj nekih mej. Ne? Hvala za sodelovanje. Ne, to je način, kako poskušamo ljudem v bistvu odpreti, česar ne vidijo. Ne. Sej to že znamo, to že znamo, na drugih področjih to že znamo. Znamo zaslužiti nekaj denarja, si ga dati na stran in znamo potem v njem uživati. Znamo iti na dopust in ne delamo drame, če pač kupimo si neke stvari tam več, če pač malo razpustimo to in prijemo pol nazaj in se znamo primerno odzvati. Sej se potem ta poraba denarja kar ne nadaljuje v nedogled. Ne. Sej pač se znamo prilagoditi. Sej tukaj je verjetno podobno. Ne. Se pravi, znamo se prilagoditi na takšno obdobje, da mogoče damo kakšno kalorijo na stran, mogoče se pripravimo na to in tukaj enostavno samo vzdržujemo neko normalo in potem zato sem vprašal, ja, in kaj potem? Prišel bo januar, prišel bo februar in kaj potem? Kje so zdaj te osnove upravljanja s financami ali pa osnove upravljanja s svojim zdravjem? Ker če jih nimaš, pa boš spet šel na nek nov divji poskus menedžiranja svoje prehrane, ki ti bo funkcioniral tako, kot ti je funkcioniral ta doslej. Se pravi, omogočil ti je, da si se spet zredil čez praznike za x kil, s katerimi imaš pol problem Celo leto. In potem bo kmalu spet december. Ja, tako da mogoče sem bil malo dolg, ampak se bom spet zdaj nekaj časa tih. Super. Tole način, da si probaš še na neko drugo področje življenja preslikati neke koncepte, ki veljajo tudi v prehrani, se mi zdi fajn uporabno. Tako da bo zihar v pomoč. December verjetno ni najboljši mesec za večino ljudi, da planirajo izgubo kilogramov. Tudi če nekdo izgublja kilograme, recimo zdaj v tem obdobju, če jih decembra uspeš vzdrževati, je to v mojih očeh fantastičen uspeh. Ali pa tudi, če gre kakšen kilogram gor, saj se lahko potem kasneje normalno spet prehrana odvija in normalno dosegaš rezultate, ki si jih zadal recimo septembra, oktobra, kadarkoli si pa začel izgubljati telesno maso. Dobil sem eno vprašanje, ker drugi del te epizode bo Q&A session, ampak bi jaz zdaj že enega dotaknil se oziroma odprl, ker je v povezavi s tem, kar smo se pogovarjali. Torej, mi smo rekli, že neka orodja, kako se pripraviti na te dogodke, da ne bomo pojedli preveč in tako naprej. Kaj pa narediti, če čez dan jem popolnoma uravnoteženo, na druženju, ko pa nam pridem, se pa še vedno prenajem in večinoma s nekimi sladkarijami, pecivi, z nekim sladkim, na primer. Torej, kakšno strategijo, kakšen plan bi dal mi tej poslušalki? Jaz bi začel in bi sam ponovil to, kar sem že rekel, mislim, kar smo že skupaj povedali. No? Nikoli se stradam na tak dogodek, saj ona ne gre, ampak vseeno. Druga stvar je, na tem dogodku poskusiti pojesti, kolikor se da, kolikor je možno, približno sestavljen obrok. Torej, neke beljakovine, neke zelenjave, če gre, pa naj lihkej, kar je na krožniku, naj ne bo cvrto mogoče, ne? To je dober nasvet. Pol so pa bolj taki, mogoče, nekonvencionalni. Jaz rečem, če nekdo postavi škatlo piškotov pred tebe ali pa posodo s piškoti, a lahko prosiš, če jo pomakne 1 meter stran. Ker če so piškoti na dosegu roke, pač grickaš, glodaš, mogoče zaradi social anxiety, mogoče zato, ker ti je dolgčas, mogoče samo zato, ker ti je nekdo spravil neko zadrego in pač ješ. Ne? In tukaj, če se lahko mi fizično odstranimo take situacije, ali pa če si jo vsaj otežimo dostop do nekih teh živil, ki jih ne želimo jesti, lahko že zelo veliko naredimo.
Midva recimo imava eno navado doma, ko gostiva ljudi, vedno vprašava, a damo še eno sladico na mizo. Oziroma, a damo ene piškote, smo že pojedli, a odpremo še druge. Ali vam bo šlo na živce, če bo piškoti na mizi. In velikrat folk reče, ni treba. Pusti v predalu. In že tako z neko komunikacijo lahko recimo nekaj naredimo. Ne? Zdaj verjamem, da mogoče kdo to posluša, pa si misli, kakšen gostitelj slab je ta Jernej, ne ponudi hrane. Ne? Ampak, če se nek konsens pri gostih doseže, meni se ne zdi s tem popolnoma nič narobe, če so neko sladico itak že dobili, pa bi drugače jedli samo zato, ker jim je nekdo nekaj postavil pred nos. Ne? To bi bila ena moja recimo stvar, ki bi jo svetoval v tem primeru. Ti si en tak fajn gostitelj, ker jaz mislim, da tista babica, ki je cela 2 dni pekla 10 različnih piškotov, definitivno ne bo naredila take ovidevne stvari. Tako da moj nasvet za to poslušalko bi bil to, kar si že ti seveda povedal. Potem pa še, ko prideš tja, ne je sladkari pred glavnim delom. Ker ti lahko že sam takrat, ko se še nekaj mogoče dela v kuhinji, ko gostitelji še skrbijo za pripravo mize, pa te piškotki, pa to pecivo in že sam s tem se lahko naješ. In v bistvu od glavnega dela, na katerega si v bistvu prišel lačen, to je tvoje prenajedanje. Ker si se že najedel s tistimi 10 vrstami piškotov. Tako da zelo dober nasvet, ki smo ga po moje že v vsaki epizodi do zdaj povedali, je ne iti na sladkarije, na prigrizke, ko si lačen. Nič narobe, če so te stvari del naše prehrane, ampak spontano jih pojemo manj, če so po uravnoteženem obroku. Drug nasvet bi bil pa tudi, da prakticiramo čuječnost. Torej neko čuječe prehranjevanje, kar ni vedno v vseh situacijah realno, ampak to je lahko samo vprašanje, a se bom res počutila v redu ali pa boljš, če pojem še malo? A se zdaj počutim, da sem v neki restrikciji, ker bi še krompirja, pa si ga ne želim vzeti, ker se bojim kalorij. To tudi ni zdrav odnos do hrane. Ne? Ampak po drugi strani, če pa lahko objektivno pogledamo, da smo že pojedli dovolj, da želodec je že kar poln, a nam bo res koristilo, da si vzamemo dodatno porcijo, če smo že zdaj na tisti mejni sitosti, ki je že skoraj prenelagodil. Ker to lahko zaznamo, ampak da to zaznamo, si moramo vzeti vsaj 30 sekund, da naredimo en check-in in da se malo tudi vprašamo, kaj je z mojo sitostjo oziroma lakoto, kaj je z mojim želodcem, koliko je poln, a imam še prostor, torej da nismo na avtopilotu. In to se da narediti, če sploh veš, da bi bilo fajn to narediti. Torej, da mogoče vmes, preden si kar v nekem avtopilotu nalagaš hrano, bodi si, da ker je zraven tebe ali pa ker ne veš, a ti paše, malo te je mogoče strah, da to ješ sam enkrat na leto, sam za božice to naredi, pa nikoli več. Ampak je možno, da to odneseš domov za jutri. Sej ni treba, da zdaj v enem dogodku poješ vse. Pa tudi tako je, dejansko zagotovo vsak od nas kdaj se naje čez neko sitost, čez prijetno sitost, pa ne iz tega pol delati nekega ogromnega problema, če je to parkrat letno. Ker kar ljudje naredijo, je potem tudi, da naslednji dan sledi restrikcija, se kaznujejo za take vnose in priprava na naslednjo večerjo in se v bistvu lahko predvsem tisti del med božičem pa novim letom je ponavadi zapolnjen s takšnimi druženimi dogodki, ali so to skupna kosila, skupne večerje in si res lahko teh nekaj dni v takem ciklu. Neke restrikcije prenajedanja, tako da če ponovimo neke te osnove uravnotežene prehrane, da tja prideš sit, da ne greš direkt na sladkarije, pa da vmes narediš en, kako ne rečem, pogovor sam s sabo. A se kaj pogovarjamo sami s sabo? Točno to. Zakaj smo na avtopilotu? In zraven tega pa seveda pride tudi to, kar smo pa tudi že omenjali, neko postavljanje mej, če je to le možno. Ker na nek način lahko greš v to smer, da ne zavrneš dodatnih porcij, ker veš, da si to lahko privoščiš, ker ti s svojim znanjem, recimo Mario, znaš zmanevrirati svoje prejšnje obroke v dnevu, pa imaš za 2 sladice oziroma ne probavaš več različnih stvari. Ampak na drugi strani pa tudi
nekateri ljudje bojo pojedali enkrat več, kot bi sami želeli, samo zato, ker jim nekdo nekaj ponuja. In nič narobe ni, če rečemo, zdaj imam pa res dovolj, bolel me bo želodec, če bom pojedel več, a lahko dobim tole za domov. Če ti pa ni dobro, pa pač ne boš dobil za domov, ampak vsaj ne bo te bolel želodec naslednje 2 uri in lahko boš normalno sledil pogovoru, brez da greš v fotkomo. Nepopularno mnenje mogoče na tej točki. Jaz mislim, da se vedno da postaviti meje in da se jih vedno more, ker ima vsak to pravico. In če je kdo užaljen zaradi tega, ker je nekdo postavil mejo, je to njegov problem in ne tvoj. In ne rabiš imeti slabe vesti. Mislim, da imamo tukaj Slovenci še zelo, zelo, zelo veliko manevrskega prostora, da se znamo postaviti zase. Preden dam Mariju besedo, sam dopolnil bi še eno orodje, ki se mi tudi ful zdi uporabno, torej to čuječnost, 30 sekund čeka, res rabim še 5 piškotov, ali sem jih imel dovolj že 10. Fajn je, če imaš nekoga, ki ti pri tem pomaga. Torej, ko greš na neko druženje, kjer veš, da bo hrane mogoče preveč, pa veš, da nimaš to kontrole nad svojimi izbirami pri piškotih, pri sladicah, da rečeš recimo partnerju, danes bo spet taka situacija, če boš videl, da skozi samo jem, pa imam že 100-krat dovolj, daj me samo rukan s komolcem, ali pa samo poglej me, ali pa samo daj mi nekaj vedeti, da se jaz malo zamislim, ali pa sam, da se zavedam, čas je, da se pa jaz ustavim. To ful dobro deluje. Sploh za tiste, ki so radi accountable še komu drugmu. Kolega, izvoli. Ful sem užival, ko sem jo poslušal. Res se to lepo povedala. Tale mi je bila ful dobra. S tem, da si... Imamo včasih občutek, da je vse zavisi samo od nas. To je težko, ne? Skozi v svoji glavi, moram biti pozoren, moram tisto, moram tretje. In to, da delegiraš del odgovornosti, mislim, da obstaja celo ime za to, a se reče libertarni paternalizem. To je nek... Spomnim se iz ene knjige, nima veze. Gre bolj ne za koncept, kjer se vnaprej pripraviš na, ona fora Odisej, ušesa, ve, da ga bo klicali za maši, ne, da se preveže na jambor. To so te fore, ne. Se pravi, to je ta koncept samopomoči. Da če veš, da greš v okolje, kjer znajo biti dražljaji močnejši od tebe, da se vnaprej pripraviš tako, da si pomagaš, to je bil eden izmed teh načinov. Ne? Primer, veš, da si nagnjen k temu, da zapraviš večji del svojih mesečnih prihodkov, to je plače, in zato si prihranke vežeš na trajnik. Probi zdaj. Se pravi, pomagaš si, ne? In tukaj je nekako podobno, ne? To, kar si ti svetoval že v štartu, odmakn stran, ne? Pomagaš si, ne? Ne rabim biti pred tem izzivom, če ga ni pred mano. Ko je to možno? Ta, ki si rekel na zadnje, Jernej, je bil tudi super, ne? Rečeš partnerju, v končni fazi gostitelju, v nekem privatnem trenutku, ko lahko mimo grede, Lana, boli me želodec, recimo super ideja, ne? Jaz imam malo slab želodec, če se rad se prenajem, kam je dobro, ne? Obrneš to malo na hec, ljudje razumejo, noben ne bo jezen. Ja. Postavljanje mej ne rab biti, ne bom jedel več, ko misliš. Nasikano, ja. Ne rab biti nasikano postavljanje mej, pa vada, da ljudje narobe razumejo, oziroma razumejo po svoje, ne? Ampak lahko je tudi malo na hec, vse je sproščeno okolje, pač lahko poveš to tudi mogoče mim. Rad se prenajem, če je dober in tvoja hrana mi je res ful dobra, ampak doskrat mi je pa malo slabo, tako da a res ne bi bil problem, če mi spakiraš sam za sabo, bi z veseljem pojedel jutro za sladico spet, namesto da zdaj pojem še tretji kos, ker bo sam ne bo mi dober. Ne? Noben ne bo niti narobe razumel, niti jezen. Ali pa partnerju, s katerim greš na dogodek, daj, rukan me, pa če te ne upoštevam, rukan še enkrat. Ja, pa ne? Pomembno, da ne naredi mi Max slabo vest, če bom jedel preveč. Sploh ne, ampak sem čisto dobro namerno. Daj, glej me tako, veš, da sem ti ubal nekoga, ne? Mislim, ful mi bo pomagal. No, se pravi, da se te stvari nekako tako zmenedžira, da si pomagamo, vsak pri sebi ve mogoče, kako si lahko pomaga najbolje, kaj mu najbolje pomaga v teh situacijah in lahko mogoče uporabi ta žeton. Zdaj, ta avtopilot, ki ga je Lana omenila, predpostavljamo, da govorimo o tistim v tej epizodi, ki jih te stvari dovolj zanimajo, da so pripravljeni nekaj vsaj narediti. Ker velikokrat je odgovor pri teh vprašanjih, ki si jih postavljamo skozi pogovor sami sabo, kaj za vraga počnem, je pač I don't care, vse en mi je. In
s takimi se težko zdaj ukvarjamo, ker v resnici jim je vse en. Vedno bojo za vsako naš predlog ali pa našo rešitev bojo pač našli nek, ja, ampak jaz ne morem. Tako da tukaj moramo vzeti, ta procent ljudi bi tokrat zanemaril, no, ne mi nihče ne zameri, ampak v resnici veste, da je to pol, ne moreš zmagati, ne. Hočem reči, da je podobno kot pri alkoholu, ne. Vsi vemo, da če spijem še 4., 5., 6. kozarec, da se noben ni neumen, pa si misli, da mu bo sam boljši. Se vemo, da gre od neke točke dalje samo na slabše. Vemo, vsak približno pri sebi pozna mejo, ampak kljub temu, ne, na nekateri celo komi čakajo, da grejo čez mejo, čeprav vejo, da jim je grozen. No, alkohol pa hrana se nista glih povsem podobna v teh aspektih odvisnosti, ampak v teh vedenjskih pogledih pa sta si. Nekateri dejansko celo čakajo, da se ga bojo prenajedali. To je celo del retorike, se ga bom prenažeral. Torej, veš, kako bomo zdaj, kaj bomo tako rekli, da bo spremenilo to? Ne vem, če lahko karkoli naredimo, da prijemo bliže. Bi pa moj del odgovora je bil dvojen. Prvič, ne vem, kaj mislite vidva o strategiji okvirjev. Dostkrat ne rabimo se ful ukvarjati, posebej, če imamo mindset vzdrževanja, s tem, koliko kalorij pa česa smo pojedali, pa a smo imeli dost, ker dostkrat je to, a je bilo zdaj dost, a smem še, a veš, a bo too much, če pojem še enega, a veš, to so dostkrat vprašanja, koliko je zdaj dovolj za mene. Ko rečem okviri, se bom pojasnil, se pravi, pri obroku ponavadi, zdaj bom se fokusiral na en obrok, en glavni obrok, ne? Ampak ponavadi imaš ponavadi je neka mini predjed, če je, ne? Ali je pa glavna jed, pa je sladica, ne? A je nekako tako juha, glavna je sladica. A je to nekaj, kar večino časa obstaja? Tudi na takih dogodkih, ali se ne motam? Ne, je v redu. Mislim, lahko je še bolj divje, ampak generalno se to sigurno zgodi, ne? In zdaj, en krožnik juhe, za kogarkoli se zdaj pogovarjamo, ženska, moški, pustimo, lahko prilagajamo, ampak povejte mi, če lahko s tem fejs zgrešim. Dobim juho, kjerkoli, vse en, goveja, zelenjavna, gobova, lahko se zapičam, delam dramo, ne, kjera je zdaj boljša, kjerkoli mi najbolj paše, če vzamem en krožnik juhe, a smo v redu? Smo v redu. A lahko zdaj, ja, bi še eno, a sem povedal en krožnik juhe. Če hočem dve različni probat, bom namesto dveh zdaj malko vzel ena. A razumeš, pripada mi krožnik juhe, ne? Ne zdaj krožnik te, pa krožnik one, pa, a veš, kaj hočem povedati, ne? Se pravi, ponavadi je del obroka ena porcija juhe, ne? Pojedel boš, kjer si boš zbral, če hočeš mešati, razpolovi. Hočeš glavni del obroka, imaš različne jedi, Lana je opozorila na to, dajmo vsaj neka temeljna prehranska znanja, kako si sestaviti nek obrok. Ne? Se pravi, začnemo vedno s tem delom, ki smo se pogovarjali prej, ki imamo vsaj neki tam od beljakovin, da ni glih odsvrt, pa da ne kapla vse dol. A je to nek kos mesa, nek file ribe, tam neka zelenjavna jed, neke stročnice, vidim nekje, se pravi, identificiram neke beljakovine, jih sestavim na svoj krožnik. In druga stvar, ki me takoj zanima, je, kje imam nekaj od zelenjave. A ne, da mi približno mikavno zleja, če je opcija nekje, ne, sestavim to skup, ne. A je kakšna prilogica polno zrnata, da glih ni taka svetleča preveč, kakorkoli. Ali pa da mi je v končni fazi tudi, če to vse zanemarimo, pa samo poskrbimo za neko zelenjavo, neke beljakovine, damo vse ostalo zraven, imamo pred sabo en tak normalen krožnik. A je to v redu? A sem v redu? V redu. Tu, če nisi prešteval gramčkov. Nič nisem rabil preštevati gramčkov, sam sestavil sem si en ta svoj krožnik približno normalno, da glih ne gleda vse čez. Če hočem več stvari probati, ja, daj polovične porcije. Ja. A šte, kaj še govorim? To ti je, mera ti je pred tabo, razumeš? Ne rabiš zdaj nutricionista, da ti bo povedal, koliko gramov ti zdaj mesa in priloge rabiš. Vse ti je mera pred tabo, krožnik si dobil. Ta en krožnik juhe je zate, ta en krožnik glavne jedi je zate, izberi, sestavi, če hočeš kombinirati, daj na pol, ne, ampak to ti je to. Ne? Ni pa zdaj en krožnik, cel krožnik te jedi, pa še en cel krožnik, bom pa še drugih jedi. Če hočeš še ti sprobati, ukomponiri v ta krožnik. In pripada ti sladica. Je res? A je kakšen problem, če pojem sladico? Ni noben problem, če pojem sladico. Ampak je problem, če pojem 3. Hočeš probati 3 različne? Ja, pa mi daj tretjino vsake. Jernej, delo boš torto, v redu, lahko zame odrežeš
tretjinski kost je to. Ja, to ni pa nič, moraš celega. Ne, hecam se. Ne, veš kaj? Velikrat dobiš ta komentar nazaj, ampak če postaviš mejo, dobiš potem to Jaz- zmanjši kost. Trust me. Ja, jaz rečem pomladi, z veseljem bi celega, ampak pol ne morem probati še unih dveh. Ker enostavno ne bo mogel. Ne? Se pravi, da mi raj tretjino tega, ker bi ful radi spoštoval še une dva temne, ki mi izgledata divje, pa tudi videti, da si se mogla ful potruditi. O, takoj so veseli. Koliko talent hočeš? Režem kar pršut. Kreditno kartico. A veš, hočeš spoštovati človeka, da probaš vse, kar si potrudil. Se pravi, če hočeš recimo tako. Ali pa ne, ona iz Jagodiča mi izgleda divja, jaz sem človek Jagodiča, dajte vi meni eno lepo, fino porcijo tega, ampak ostalo se moramo pravičati, jaz se bom tega najedel, ker to me kliče. Spet noben problem. Ampak kaj lahko za božjo voljo zafrknem, če pojem en krožnik juhe, en krožnik glavne jedi in eno sladico? A veš, tako, mislim, ta en korak nazaj k naslovu naše oddaje, zdrava pamet, ne, mislim, če se držimo nekega temelja, pa smo na nastavitvi vzdrževanja, potem res težko zgrešimo za neko tako čist logiko, a ne. Težava, ki pol valjda nastopi, je, da pojem jaz vse to lepo in prav, ampak potem pač čez 1 uro zaradi okolja, ki je takšno, kakršno je, potem je milijon stvari tam, pa bi še malo nekako gritsko, a ne. Ampak tukaj mi v bistvu pol ti okviri nekako padejo v to. Zdaj, a si zapolnil svoje okvirje, si zdaj, pa se pridemo pa na, vpraši se zdaj, zakaj bi zdaj jedel, a ne? In pol od tukaj gremo dalje. Ampak to je v bistvu ena od strategij, ki jo ponavadi priporočam. Druga pa je, v redu, hočeš jesti več, ni panike. Vse imamo zelo enostavno rešitev za to. Kaj, če hočem zapraviti več za neke stvari, kaj je zelo enostavno moram narediti? Več zaslužiti. Vse ne rabim jaz nobenemu polagati računov, zakaj hočem zapravljati za neke stvari. Pač sam zaslužiti moram več. Se pravi, če hočem enostavno jesti več, pa po drugi strani pač se ne glih zdaj totalno, ne? Recimo, da se pogovarjamo s tako publiko, ki bi rada jedla več, ker je dobro, pa ohranila vsaj nekako preživela to brez nekih negativnih posledic za svoje zdravje. Zelo simpel je. Vse imamo načine, zelo enostavne načine, kako lahko dvignemo svojo porabo, ne? Pač porabimo več. In tukaj težko pol naletim na res razumne argumente, zakaj je nekomu zelo enostavno jesti več, ampak ker enostavno ne najde časa, da pa bo kaj? Porabo več. Dvignil porabo. Sej, greš, pej na sprehod. Zime so lepe. Tukaj bi jaz kar takoj nekaj dodala. Kar poslušam, odkar so se dnevi skrajšali. Joj, zdaj je pa tako hiter tema, pa jaz živim zraven gozda, nič ni osvetljen. Jaz se ne moram več gibati. Pozimi nimam časa za gibanje. Ni časa, ker je zunaj tema. No in zdaj, če je pač to izgovor, da se čez zimo manj giba, pa lahko samo vsi trije potrdimo, da je to en res beden izgovor. Res beden izgovor. Ja, je kar v vrhu bednosti. Ne, a veš, zadnji smo načeli to temo. Razumemo, ok, nimaš časa iti za 1 uro hoditi. Ne? Ljudje ne sodelujejo. Jaz včasih predlagam, če lahko po obroku, se ne prestavimo na kavč, gremo malo izkoristiti, če je to kosilo, izkoristimo malo lepega dneva, gremo malo ven, da ima eno šetnico okoli, več nima veze. Ponovadi je, gremo na kavico. A veš, tako, malo se razgibaš, ampak ljudje noče sodelovati, v redu. Vse v končni fazi mikro gibanje na to ciljam. Ne? Pač narediš večkrat na dan pomalo nekaj, zjutraj se zbudiš, narediš nekaj, preden se oblečeš. Tukaj so banalne stvari, par vaj za počepi, izpadni koraki, par sklec, par stegov elastike, 2 kroga. Toliko banalno je. Naredi 10 počepov, zapisujte. Naredi 10 počepov, naredi 10 izpadnih korakov, vzame eno gumico, naredi 20 raztegov, naredi, ne vem, na kolenih ali pa navadnih 10 sklec. Koliko je to? Minuta pa pol? Je bilo minuta pa pol? Poglej, koliko si zadihal. Minuta pa pol, nimaš časa? Če nočeš nobenemu polagati računov, zmisli si, da te na WC tišči, pej na WC naredi 10 počepov. Nič ni narobe s tem. Nisi bolan v glavo, če to narediš. Razen, če vidva mislite, ampak jaz mislim, da ni nič narobe s tem, če se boriš za to, da ostaneš aktiven. Kako je lahko to problem,
Kako je lahko to patološko, ni pa problem jesti, ko cel svet ve, da si pojedel preveč. A to ni problem. Jaz se absolutno strinjam. Se pravi, to sem sam hotel nekako, se pravi, lahko razumemo te okvire in lahko prehranjevanja kam pač, ne, in gibanje poskušamo dodati na takšen ali pa drugačen način, enostavno poskušamo biti kreativni v tem, kako lahko se gibamo več, ali skozi mikrogibanja čez dan, skozi take mini rutinice, skozi sprehode, ne rabi to biti treningi, ampak samo enostavno se čez dan, tako se trudiš jesti fino hrano, tako se pač tudi trudi, vsak dan dosež neke cilje pri gibanju. Gibanje je ena taka zanimiva stvar, sploh če ga združimo v kontekstu teh decembrskih prenedanj in tako naprej. Torej, če želiš pojesti več, se moraš več gibati, recimo, ne? Mislim, lahko poješ več, če se več premikaš, ampak morajo ljudje dve pomembni stvari razumeti, kot jo jaz vidim. Prva, zelo težko se boš toliko gibal, da pokuriš vse, kar si preveč pojedel za te večerje in tako naprej. Ker nimaš časa 5 ur na dan iti na kolo. Itak. To je prva stvar. Druga stvar pa, nikoli, ampak res nikoli, se ne gibati samo zato, ker si včeraj več pojedel. Itak. To se mi zdi toliko pomembno poudariti. A veš, gibi se zato, ker si ti človek, ki se gibaš. Gibaj se zato, ker je gibanje dobro zate. Gibaj se zato, da boš lahko pojedel več. Seveda. Ne pa jutri grem migat, ker sem se danes prenajedel. A veš, Kot kaznovanje. kot kaznovanje, ta mindset, danes pa našmarno, da pokurimo klobaso od včeraj. Če ga niste videli, zdaj je bil žalosten, to je bil žalosten Jernej. S to trditvijo je pač samo čisto vse narobe. Ja. Od začetka do konca in vse zadnji in spredi. Tako da res premikamo se zato, ker vemo, zakaj vse je to dobro. Ne pa kot neka super kompenzacija za to, ker smo za večerjo pač en dodaten kos torte pojedli. Zakaj ne? Zato, ker s tem ustvarjamo samo negativen odnos do gibanja, do lastnega telesa, do celega procesa zdravja v bistvu. Ne? Ker gibanje postane kot neka kazen in kot neka nuja, da zbalansiramo neke grehe, ki smo jih naredili. To dolgoročno pač ne more biti zdravo. Če mene vprašate. Marsikdo se pa s tem ne bi strinjal, marsikdo bi pa rekel, ne, v bistvu to more biti in če ne delaš tako, daješ ljudem potuho. Ne, jaz mislim, da če se ljudje res gibajo izključno zato, da pokurijo kalorije, to slej ko prej, to ne more biti redna rutina. Ja. Pač to na neki točki pogrne in ljudje se spet nehajo gibati, ker so izgubili motivacijo recimo za hujšanje ali pa za vzdrževanje telesne mase. Rate jim vseeno in pač naključne vedenje, naključni rezultati. Kar se zgodi, se zgodi. Glede gibanja se mi zdi, da je super, da vse se spet malo vprašaš, kdo si ti kot človek in aj te je pomembno, da si v formi, vsaj približno ti je pomembno, da nisi zadihan po 10 stopnicah. Ti je pomembno, kaj se s tvojim dolgoročnim zdravjem bo dogajalo, ker če se boš gibal tudi decembra, vsaj nek svoj tisti bare minimum, torej nek svoj minimum dosegel, najverjetneje boš presegel svoj minimum druge mesece. Torej, vzdržuješ neke svoje navade in tudi za tiste, ki se do zdaj niso redno gibali, ni nič narobe, če si decembra dajo izziv, da grejo vsak dan za 10 minut nekaj potelovaditi. Ker prva stvar, vemo, da bo to fajn za kontrolo krvnega sladkorja, ne ker bi imeli same diabetike med poslušalci, ampak zagotovo je pa veliko ljudi, ki zaradi nekih svojih dosedanjih prehranskih izbir in vedenj so na poti v to smer. In zakaj jih ne bi že zdaj spodbudili z nekimi mikrogibanji vsak dan? Mogoče res ni čas, da zdaj tukaj se preveč podrobno ukvarjajo s kalorijami, ampak lahko je december kot pripravljalna, kot neka vzletna steza za večje spremembe v naslednjem letu, za katere vemo, da v bistvu je celo okolje bolj motivirano. Januarja nisi čuden, če rečeš, da bi začel rad bolj zdravo živeti. Kar mi vsi odsvetujemo je, da greste v to z nekimi nepremišljenimi restriktivnimi dietami, nerealnimi cilji, trening plani, ampak vsi pa svetujemo, da slej ko prej se vprašate, kdo si ti kot človek in da ti je pomembno, da si zdrav, da vzdržuješ zdravje in aj del tega tudi to, da se ti redno gibaš, ker ja, seveda, del zdravega življenjskega sloga je redno gibanje, ki mora ostati tudi decembra. In
ne zaradi kazni, ampak zaradi tega, ker nam je pomembno, kaj se z našim zdravjem dogaja. Pa tudi lažje greš na WC, če se redno gibaš. Kdo tega ne mara? Ja, mogoče ne tega ignorirati, ker če cele dneve sedimo, jemo bolj masno, manj z vlakninami bogato hrano, velikokrat pride do nekih prebavnih težav in že sam zaradi tega se ljudje slabše počutijo in se manj gibajo. Tako da je nek tak začaran krog. In še ena stvar glede tega zdravega življenjskega sloga, ki smo zdaj pri gibanju, samo še tega bi se bilo vredno dotakniti, je seveda alkohol. Glede alkohola ljudje dostikrat pozabijo, da tudi tam ima kalorije in dostikrat pozabijo šteti, ne ravno šteti, ampak upoštevati, da tukaj ne šteje samo kaj daš na krožnik, ampak tudi koliko spiješ. In če se decembrom normalizira neko pijančevanje skoraj vsak drugi dan, samo zato, ker so recimo kuhančki in druženja, tudi te kalorije se seštevajo, tudi če pač mi pozabimo na njih. Pa da ne govorimo o tem, da seveda ni zdravo preveč piti. Neka mera bi bila do 3 enote alkohola na dogodek za žensko, do 5 enot za moškega, pa še to je Pa še to smo meja zelo radodarni. manj tveganega pitja, kar ne pomeni, da nima tveganj. Ja. To pač ne govorimo, da je to varno, to samo govorimo, da najverjetneje še ne boš se imel ful slabo potem. Čim manj ne, bi bil moj nasvet. Ja, čim manj tem bolje itak. In lih to, ko si lih kalorije pa alkohol omenila. Gremo čist tak seznamček narediti. Veliko pivo 200 kalorij, kozarc vina 70-80 kalorij, šot žganja isto okrog 70-80 kalorij. 5 kozarcev vina je 5x70 kalorij. Pa še ena nepopularna stvar, kalorije, ki jih alkohol prinese, sploh niso najslabša stvar, ki jih alkohol prinese. Tako da res pri alkoholu neprimerno, zmerno oziroma čim manj tem bolje. Jaz alkohol uživam. In ne bom rekel, samo nič je tisto, kar je ok, ampak nič bi bilo najbolje, realno gledano. Ne? Šnops ničesar ne razkuži, teran ni za kri in pivo ni dober vir vitamina B, tudi če vam kdo želi to bučko zelo drago prodati. Preveč tolerantni smo do alkohola. Alkohol je droga. Samo normalizirana, legalizirana in edina droga, za katero se moraš opravičiti in razlagati, zakaj je ne boš vzel. Dobro povedano je to tole, Jernej. Alkohol jaz vidim kot ravno nasprotno sredstvo po učinkih na naše odločitve, kot pa gibanje. Kot zanimivost samo. Ko si pod vplivom alkohola ponavadi spustiš barijere, ki bi jih imel. Se pravi, takrat, ker od enkrat steče, ti bolj pašejo slabše prehranske izbire. Lahko en quote. Ja, daj. Maske padajo. Ko se začne točiti, maske padajo. No, ja, v več pogledih. Ne? Ja. Ko začnemo, ko spijemo kozarec 2, 3, česarkoli že, ponavadi se nam sprosti jezik, rečemo kakšno stvar, ki je mogoče ne mislimo in pojemo kakšno stvar, ki je mogoče ne mislimo, nismo mislili. No? Tako da načeloma pojemo več in izbire, ki jih sprejemamo, takrat so sigurno bolj v smeri mastne hrane. Alkohol pa maščobe, ker sta ful rada skupaj. Ko spiješ 2, 3, 4 kozarce, noben ni šit bi zdaj pa en file ribe, pa malo brokolija. Tako da takrat gremo bolj na udarne izbire. Ne? In ko ti začneš kombinirati maščobe pa alkohol, potem vso srečo ti želim. Tukaj se tvoje poti za izboljšanje zdravja in počutja in vsega, kar si Lana prenaštela nekako, dostavijo, končale. Ja. Po drugi strani sem pa omenil gibanje prej, seveda se v bistvu strinjamo, nisem tega posebej izpostavljal, ker tukaj se v nobenem pogledu ne gre za samo kaznovanje. Se podobno tudi ne jemo, hrane, ki nam mogoče po okusu ni najbolj všeč. Dajmo biti realni, saj bom tebe uporabil, ker si skirfluencer. A veš, če primerjamo skir sam po sebi ali pa nek ful polnomasten grški jogurt, a boš rekel, da je to zdaj po izkušnji sodeč, po okusu sodeč, popolnoma enaka prehranska izbira. Se pravi, zdaj, če izberem skir, ki je po vseh okusih
po vseh kriterijih okusa manj privlačna izbira, a se kaznujem? Ne kaznujem se, sam delam neko informirano izbiro, ne? Zato ker pač vem, kaj hočem. Se tudi šparam denar, zato ker hočem pol, ne vem, na dopust, se ne kaznujem zdaj, ker šparam, pa se odrekam. Se pravi, ne rabi biti ta neka negativna konotacija. Se pravi, tudi ko se gibam zato, da porabim neko odvečno kalorijo, ki sem jo vnesel, se tudi v tej isti perspektivi ne rabi to biti negativna konotacija v smislu samo kaznovanja. Lahko je pač ena od stvari, zakaj to počnem, in ne vidim tudi smisla v tem, da se to problematizira samo po sebi. Če nekdo zdaj gre gibati zato, ker sistem pove, kdo je, ker porabi nekaj odvečnih kalorij, ki jih je užil, med vsem drugim, kar se dogaja. Ne vidim, če je to v naboru nekega razuma, nekega dobrega odnosa. Še enkrat poudarjamo, zdrava prehrana ne obstaja, dokler ni zdrav odnos do nje. Se pravi, je predpogoj, da je zdrav odnos do prehrane, preden se sploh lahko začnemo pogovarjati o tem, je prehrana zdrava ali ne. Po drugi strani je pa gibanje zanimivo orodje, ki zanimivo prepoznali boste to pri sebi verjetno, da ko ste bolj dosledni pri gibanju, praviloma nočete tega pod navednicami pokvariti z slabimi prehranskimi izbirami. Ja. Se pravi, gibanje je prej varovalka pred vsemi neprimernimi prehranskimi izbirami, pretiravanji, prenajedanji, pretiranim uživanjem alkohola. Ker ko se gibaš, potem enostavno veš, koliko si se mogel namatrati za to, da si dosegel nekaj, in enostavno nočeš tega toliko lahko zapraviti. Ne? In zato sem izpostavil gibanje, ker se mi zdi taka zanimiva varovalka skozi ta čas, ker ti odkljuka veliko stvari, odkljuka ti to, da se opomniš, da je to nekaj, za kar si je vredno prizadevati, ampak ima tudi cel kup drugih pozitivnih koristi, tako na tvoje počutje, kot na tvoje izbire. Kar se pa samega alkohola tiče, se pa pač strinjam z Jernej s tabo. Pač neka tolerančna meja, tukaj se mi zdi, da je pri nas ful pretirano visoko postavljene, in to se kaže tudi z racionalizacijami, ki jih imamo do alkohola. Alkohol je zdaj kar vir železa in vitaminov B in kar neko hranljivo živilo postaja Marija sveta. Mislim, ne, po drugi strani problematiziramo sladkor, zato ker nima hranil, si pa zmišljujemo hranila za alkoholne pijače, veš, kar je zanimivo nasprotje. Ne. Tako da jaz nisem res nek pivec, no. Všeč mi je alkohol bolj, če že skozi nek food pairing. Tukaj mi je bolj zanimivo, da spijem pač nek zanimiv kozarc vina ali pa neko pijačo v kontekstu nekega obroka, bolj pa kot pa neko uživanje alkohola zgolj za voljo doseganja nekega stanja zavesti. Če pa tudi to je nekomu dejansko cilj ali pa namen skozi uživanje alkohola, zdaj kdo sem jaz, da mu zdaj pametujem, to ni dobro. Samo je pa res, da to pa zahteva cel kup enih prilagoditev, spet v prvi vrsti mindseta, da pač odneseš neko celo kožo ven iz te prakse. Ne. Kaj pa ti, Lana, misliš o tem, o uživanju alkoholu? Ja. Ti si načela to temo, pa bi jo vrnil nazaj k tebi. A bi imela ti kakšne predloge, kako, zdaj omenila si 3 do 5, ok, ampak, a veš, jaz nimam zares nobenih skritih svojih taktik ali pa nekih nasvetov, ker se mi sam zdi pomembno to sporočilo, da je to preveč normalizirano v slovenski družbi, in tudi sama uživam alkohol, ampak to ne pomeni, da hodim na socialne dogodke z namenom, da se ga napijem. In če je to nek namen, ki ga ima nekdo v glavi, se mi zdi, da je to treba razčistiti z nekimi znanji, ki jih mi nimamo. Torej, če je alkohol, tako kot smo rekli, hrana in nekaj okrog česa se družimo, alkohol je tudi lahko, ampak zakaj rata iz enega kozarca, zakaj gremo na 3, zakaj gremo na 4, 5? Kje se rodi ta potreba po pretiravanju? Tukaj je prostor za samorefleksijo in se pravim, jaz nekih psiholoških posebnih znanj za reševanje te problematike nimam. In je samo moj nek svet prehranskega strokovnjaka to, da glede na vse podatke, ki jih imamo o učinkih alkohola, vemo, da je veliko več minusov, kot je plusov. In vsem svetujem, da minimizirajo karkoli so do zdaj delali. Torej, če si že do zdaj bil na eni enoti na vsake toliko prav,
to najverjetneje v skupku ostalih sploh nekih dobro prilagojenih vedenj, ki podpirajo zdravje, ne bo neka težava. Ampak če pa je vnos alkohola nekaj, kar te spremlja na vsakem socialnem dogodku, v nekih večjih količinah, zagotovo to ima negativen vpliv na zdravje. Ne samo iz vidika pridobivanja neželenih kilogramov, ampak negativen vpliv na vse organe v telesu, ki se bo nekega dne poznal. In zdaj, ko to vemo, si ne rabimo več lagati pa govoriti, to pijem, ker ne vem, znižuje krvni sladkor, ker ima železo, ker se to dela za praznike, ampak dajmo se res pogledati v ogledalo pa se vprašati, kaj je naš namen za tem alkoholom. Pa dajmo se zavedati tudi socialne vplive, ki jih to ima, promet, družina, nasilje, odnosi. Ne? Tako da je kar zanimiva tematika, ampak ne za danes. Ker mora iti, smo rekli, da ne bo šel dan spet ob 8 zvečer domov. Ja, Dan je naš je naš kamerman. Ne? Ja, in monter. In smo rekli, da danes ne bomo 2 uri. Zato bi šel jaz še na vprašanje. Gremo. A gremo tako na relativno rapid fire varianto? Ja, to bo najbolj zdaj. Zato, ker se mi zdi, da bodo tako ljudje največ odnesli, kakšen dober šort bomo potegnili iz tega. Pa da vidimo. Štartam. Evo, imate kakšen lifehack, kako vnesti več vlaknin v oklepaju poleg stročnic? A lahko jaz začnem? Ja, sigurno. Če ne vnašaš stročnic, je zelo majhna šansa, da vneseš dovolj vlaknin. To zelo samozavestno rečem. Drugi lifehack bi pa bila chia semena. Vsak dan 1 do 2 žlici chia semen v nek puding, jogurt, nekaj tasga. Zelo lepo se jih da vkomponirati, stanete vse skupaj nič, volumsko tudi ni toliko veliko spet, pa zelo, zelo dober vir vlaknin so. In tudi ostalih hranil. Jaz si pomagam tako, da se vedno vprašam, ali lahko dodam kakšno sadje ali zelenjavo v obrok, s tem pokrijemo kar nekaj vlaknin. Pa ovsene kosmiče uživam skoraj na dnevni bazi, spet dober vir vlaknin. Tudi semeni si kdaj pomagam, predvsem pa tudi, če jem kakšne te že predelane kosmiče, če niso to ravno za pred treningom, tudi gledam, da so recimo iz ovsenih kosmičev polnozrnate moke, kruh zberem polnozrnat, torej v vseh svojih prehranskih izbirah me to vsaj malo zanima. Če ni to ravno obrok pred treningoma, torej večino prehrane pa se vrti tudi okrog. A je polnozrnato sadje, zelenjava, dodamo kaj semen in tudi tako, kar si ti rekel, tudi jaz redno jem stročnice. Včasih tudi kakšen teden 1 konzervo na dan. Zelo lepo pašajo v kakšne omake, na solato, kot nekaj, kar prispeva k viru, oziroma k vnosu beljakovin v obroku, ne samo prehranske vlaknine. In to je zares to. Pa ti? Stročnice so res niso nekako ful popularne dosta. Ne? Res niso. Zdaj, to bi bila sploh tema, kako jih... jaz se dosti trudim ljudem to pomagati, spopularizirati, najti načine, kako jih lahko. Ker ne vejo, kaj imam fižol solato in to je to konc. Ne? Ta leča, se slišim, da je fajn, ampak kaj ne z njo naredim. Ne? Sprav, to je ta neka kulinarična edukacija tukaj, mislim, da kar mal manjka, ampak ok, stročnice na stran. Stročnice v glavnem jaz bi res svetoval, da se tukaj mal naredi pregled načinov, kako jih lahko dodam. V zadnjem času mi je bila všeč ta ideja s temi raznimi paštami stročnic. Ljudem, ker načeloma niso s temi stročnicami na ti, ono pašto bojo nekam dodali, pa je bolj kaj ne, isto dober vir vlaknin. Ampak ja, ovseni kosmiči, semena se mi zdijo tudi underrated, veliko se pogovarjamo o oreških, ampak imamo tukaj bučna, sončnična, lanena, chia, izpostavil si top, tako da dodaš nekako to v nek miks, se mi zdi, narediš lahko dober posel. Pa še zanimiv trik mi je, ker volumna lahko dodaš malo več, ne, s temi semeni kot pa oreški. Buče so trenutno v sezoni, buče se mi zdijo zanimive, za razne juhe, tudi kot pečene, tudi zanimiv vir vlaknin, poleg itak očitnega sadja in zelenjave. Da v glavnem, če bi potegnil črto, bi isto izpostavil to, kar si rekla, Lana. Da bi ovsene kosmiče, z njimi lahko delamo svašta, zmenjamo jih, spečemo kaj z njimi, se pravi, da se jih umestiti v razne recepte, pa zamenjaš ali pa razrečeš malo moko z njimi, ali pa neki tudi za palačinke v končni fazi dodaš malo, takneš malo vlaknin, stročnice, ne,
lahko tudi jih dodaš v kakšno čorbo, juho, vzameš pašto, spet narediš si nek trik, da vtakneš malo vlaknin, semena dodaš, razrečeš malo oreške, dodaš jih v neko kašo, kakorkoli, se pravi semena. To se mi zdi en tak trojček, kjer si lahko pomagaš. No, in mislim, da tukaj pa že skoraj, da če to dobiš dnevno, no, neko porcijo semen, porcijo polnozeranega, pa porcijo stročnic, si mislim, da kar ok. Si v redu. The best. Good luck s stročnicami in z vlakninami na splošno. Gremo naprej. Lahko sam to, vem, tega smo rekli, da nam se skakalo besedo, sam to se mi zdi ful zanimivo, sem se spomnil zadnjo sekundo. Ljudje dajo argument, da stročnice ne zaradi tega, ker jih napenjajo. Ne? In potem je pa, če te napenja, danes je to že skoraj problematizirano. Če te neka hrana napenja, pa ti zihar ne paše. To se mi zdi malo problematično sporočilo. Tako da bom zelo kratek. Sam, začni počasne. Sam to. Ne pol reči ne. Vzameš pač neko, do konzerve fižola od lane oziroma stročnice od lane, pač to je, ker ona je profi, ona je profi konsumer stročnic. Navajeno črvesje. To je, ker divje, ima zelo dobro natrenirano črvesje. Ampak da se ga natrenirati, to hočem reči. Prav, začneš v bistvu z nekimi manjšimi porcijami, leča se iz nekega razloga dobro obnese v štartu za nekoga, ki ni veš tega še, ima malo manj tega učinka ponavadi. Iz nekih opažanj vidim, da bel fižol je pač tako glavni prekrškar, tako da mogo še nekaj z belim fižolom štartati. Nikakor pasul. Ne, tako da ne bi glih s tem, tako da mogoče kakšna leča kam, kakšno čorbica malo fižolčka sem pa tja. Se pravi, z majhnimi količinami začneš, malo grah je zanimiv, a veš, zeleni grah, kam dodaš v nek miks. Tako z manjšimi količinami začneš in potem pač, odprediš svoj del in počasi začneš. Pač to je normalno, a veš, jaz ne vem, kdaj smo znormalizirali to sporočilo, da če si malo napihnjen, da je pa pač to kar nekaj narobe in da ti rabiš kaj probiotike in cel kup enih črvesnih testov in ne vem, kjerga boga. Ja, v bistvu si intoleranten na fižol. Pač dajmo probati, a veš, obrniti ta trend pa znormalizirati nazaj pač neko normalno napihnjenost. Yep. Ker tako, to bi bilo kar fajn. Ampak tudi to se umiri. Seveda, se to je bil point. Ja, da v bistvu pa se to umiri, se malo navadiš, samo moraš biti dosleden. Zdaj ne moreš ti malo dodati graha, veš, malo te napihna, bom spet 14 dni več. Se pravi, biti dosleden v tem. Ok, sem. Pa jaz bi še nasvedal speranje stročnic pod tekočo vodo na cedilu. Če jih imaš iz konzerve, odliješ tisto vodo stran, spereš stročnice dobro na cedilu in poli še le daš v obrok. No. To ful pomaga. To jaz ves čas delam in sem bila kar presenečena, da to ni tako splošno znano. Ja. Da ljudje kar kuhajo s to vodo, ker v bistvu tam not je tudi kar veliko izločenih stvari, ki znajo napenjati. Jep, tako je. Tako da, probajte to. Gremo naprej. Štetje kalorij, če obroka nisi pripravil sam, torej štetje kalorij v čorbah, večjih sestavljenih obrokih, zunaj in tako naprej. Jaz imam tle zelo preprost nasvet. Don't bother. Ne tega delati. Če je to en obrok na teden, pa 2 obroka na teden, ki jo poješ, ali pa tudi če je to vsak dan obrok, ki ga poješ za kosilo v restauraciji, ne tega šteti. Če šteješ kalorije tistih obrokov, ki si jih ti pripravil sam, ker to lahko dovolj točno delaš, recimo, ne? Pri obrokih zunaj, oziroma pri obrokih, katerih nisi sam sestavil, pa samo gledaj, da so osnove obklukane. Pusti vir beljakovin, veliko zelenjave, zmerno z maščobami, zmerno s karbsi. To je to. Od tukaj naprej nimaš kaj več komplicirati. Ja, evo, jaz se strinjam. Že nasploh pri nas pri coachingu uporabljamo to heuristiko pri odmerjanju obrokov, to, kar si zdaj ti Jernej na koncu napelu, da pogledaš, imaš za neko porcijo beljakovin, seveda moraš razumeti, kaj ta porcija je, ampak če govorimo o čorbah, recimo, da ti je to za eno dlan enega mesa, če recimo imaš tam, ne vem, vidiš v svoji porciji čorbe, da imaš, ne vem, tam 5, 6, 7 koščkov nekega mesa. Verjetno imaš zihar za eno porcijo beljakovin. Zdaj pri škrobnih nekih hidratih, 1 šefla, 2, ponavadi se zihar v redu, koliko pa zdaj rabiš, koliko si lačen. In potem zdaj pri maščobah veš, da nekaj je bilo tako uporabljenih, to pol pač ne šteješ, ne moreš. Pač veš, da je bilo nekaj noter. Ampak v osnovi je to ponavadi čisto zadošča. Se pravi, da si vsaj dovolj pozoren na to, če imaš noter dovolj beljakovin, če je tistih par koščkov dovolj in da si vzel recimo tiste škrobne priloge, se pravi, če ne vem, zame bo sta zihra 2, 3 zajemalke, če govorimo o čorbi.
In pol vem, da sem recimo s tem obrokom tudi v energijskem smislu, če govorimo o štetju kalorij. Ne rabim šteti kalorije, da vem, da sem v energijskem smislu tam. A veš, zdi se mi, da ljudje potem, če štejem kalorije, pol vem, koliko sem energije vnesel, če pa ne štejem kalorij, pa ne moram sploh vedeti. Ja. Kako smo zdaj sem prišli. Ne? Pa se lahko tudi doka nekako čez palec oceniš skozi te pristope, ne? Da približno saj razumeš, koliko nečesa kaj ima. Sej 100 kalorij gora dol. Sej, ne? Če nisi nek vrhunski športnik v nekem ne vem kakšnem planu prehrane, zdaj dvomim, da ti bo to naredilo razliko. Yep. Kar naprej. Wow. Okay. Malo bolj tehnično vprašanje. Kakšna je priporočena količina uživanja konzerviranih rib? Tuna, skuša, sardina in tako naprej na teden. A lahko postavimo sploh? Na konzervirane ribe, mislim nasploh, za ribe se priporoča, da je porcija 2-krat na teden. Porcija je tam okrog 150 gramov, plus minus. Zdaj, konzervirane ribe, lahko so, obe dve porciji so lahko konzervirane ribe. Lahko imaš ribe tudi vsak dan, ampak bi jaz svetovala, da ljudje, ki dejansko bojo jedli ribo vsak dan, dajte raje izbrati sardine, ker je to manjša riba, na nekem dnu prehranske verige in bo vseeno nakopičila manj težkih kovin kot večje ribe, kot je tuna. Ne, da tune konzervirane ne smemo jesti, ampak če bi res nekdo rad jedel ribo vsak dan, naj ne bo to tuna vsak dan. Ne, ker bi imeli zdaj za tem neke stroge podatke, razen recimo za nosečnice. Za njih obstaja neka omejitev, mislim, da je tam do 2 konzerve, 2. Sam si to. Še to je mogoče malo. Ja, je že tako, raj smo bolj previdnostni previdni. princip je, ne? Ja, raj smo bolj previdni, sploh v tem obdobju, ampak za odrasle pa ni toliko stroge omejitve. Sam pač zavedamo se razlik po velikosti rib in 2-krat na teden je lahko tudi tuna, še bolj bi bilo pa videti, da je tuna pa kakšna skuša, tuna pa losos, ampak to zdaj, v bistvu konzerviran je tudi že losos, če ste ga videli kdaj v trgovini. Sicer stane lih to kafile, tako da jaz pa raj svežega kupam. Ampak, tako, to je moj komentar. A bi kdo še kaj dodal? Konzervirane ribe so nekako podobno kot stročnice, tako zelo pocenjeno živilo. Veš, zdrava hrana mora biti draga. Aha. Pa sveža. Povej to v moje leči, pa konzervi srdel. Za 80 centov. Za 80 centov. Tako da, jaz sem velik in zagovornik konzerviranih rib in ljubitelj rib nasploh in se veliko ukvarjam s tem, da svojim strankam pomagam najti način, kako lahko ribe pogosteje vključijo v prehrano. Ker mislim, da je v zadnjem času postal ta pobeg, je dober izraz mogoče, k dopolnilom omega-3, pretirano tako, ljudje ga razumejo, kot da je to enakovredno. Se ne rabim, kaj veliko z ribami matrati, podobno kot s stročnicami, pač se lahko vzamem samo omega-3. Ok, razumem, da je to za nekatere izhod v sili, enim se res ob ribah, tako ob misli na ribe, jim se želodec obrača, pač tukaj pol res, samo je pa neka alergija ali pa nekaj, tukaj pač ne forseraš omega-3 dopolnila, so tukaj v redu. Ampak v resnici, če tudi pogledamo literaturo, so vplivi na zdravje, učinki generalno bistveno bolje izraženi, ko pogledamo to pri ribah ali pa samo pri dopolnilih. Pač pri dopolnilih dobiš omega-3 maščobe v redu, samo pri ribah dobiš en kup stvari še zraven. Stvari, ki jih mogoče še niti ne razumemo dobro. Tako da bi se bilo res fajn pomatrati vsaj tisto eno porcijo, kot je rekla Lana, ali pa če dosežeš eno ali pa dve na teden, pa potem, če ti do tvojih priporočil pa omega-3 manjka razlika, uporabiš ta kombiniran pristop, pa dopolniš z dopolnili. Zdijo se mi konzerve rib predvsem fajn z vidika praktičnosti. Dostikrat ljudje imajo težave z ribami, ker jih je treba sveže, itak, pol to prepravljati, pol to zasmrdi, pol to sabo nositi. Pa kosti, pa cena. Pa svašta problemov je tukaj z njimi lahko. Ampak dobra konzerva rib, jaz res težko, če kdo v dvomih, vzam dober kruh, dober popečen, daj ga v toaster, lepo naj bo sveže opečen kruh, vzam eno dobro konzervo sardel v oljčnem olju. Ko rečem dobro, ne ono, imaš ti konzerve za 60 centov, 70 centov, to res ni dobra riba noter, po okusu mislim. Ker okus, se pravi dobro, vidiš lepo, daš filejče gor, to je res dobro, ne. Tako, mislim, ni slaba izkušnja, ljudje imajo bolj predsodek, da pač je to slabša prehranska izbira, pa zraven samo še daš neko zelenjavo, pa imaš v bistvu obrok,
Spedena na obrok, ne, po tvojih nekih, po tvojih nekih smernicah. Ne? Vzameš tam 5 češnjevih paradajzov, vzameš kos kruha, vzameš eno konzervo, nimam časa kuhati. Ne rabiš. Rešeno. Ja. Ne? Ja. Tukaj mislim, da ribe bi rekel, da so lahko v več pogledih boljša prehranska izbira in bi jih svetoval celo kot odgovor na vprašanje, ki smo ga dobili večkrat z upoštevanjem Lana tvojega predloga, da so to mogoče sardele skuša, imamo zdaj to, kaj je lokarda. Večkrat izberemo to, kot pa kako rešujemo drugače. Paštete, suhe salame, druge salame, one neke mesnine, izjemno slane, masne sire. To niso pol, ne? Se pravi, imamo neko verzijo do konzerv ali pa imamo neke predsodke do konzerv, pa rešujemo zadevo na precej neugodne načine na drugi strani. Tako da tukaj mislim, da si več kredita zaslužijo konzervirane ribe, še posebej sardele. En predsodek, ki se mi zdi pred konzerviranimi ribami, da je to vedno riba slabše kvalitete, manj hranljiva, da je vse narobe z njo v bistvu, ne, ampak jaz ljudem enostavno takrat povem tako, tista sardela, ki je v konzervi, edina razlika med njo pa med tisto, ki si jo ti kupiš pa pripraviš sam, je to, da je tisto v konzervi nekdo drug skuhal namesto tebe. To je to. To je riba spakirana v konzervo in skuhana. That's it. Zdaj, kaj pa olje, pa kaj pa kalorije, pa dobro, pač ne rabiš spiti olja na eks, ampak zliga strane in to je to. Ne. Ja. Edino, kjer mogoče bi rekel, da ima to smisel, če so ljudje probali jesti te ribe, ki so v lastnem soku. To pač res ni ful dobre izkušnje, če ješ te ribe. Ne? Tudi tu na končni fazi, tudi videl sem neke sardele v lastnem soku. Mislim, če jo ješ sama po sebi, ni ful. Moš pač jesti pa pozabiti. Ne? Ni za Mišelinko. Ni niti za mene. Tako da tukaj mogoče pol raj gremo v to smer, da je v nekem molčnem olju, repičnem olju, kako to sončnično olje, pa že v smislu okusa, ne, si pač najdeš neko. Zdaj, če pa daješ to ribo pol v neko jed, recimo, da vzameš nekega onga sleda v paradižnikovi omaki, neko skušo v paradižnikovi omaki ali pa v lastnem soku, pa ti pol to daš v neko jed, daš v neko svojo omako, paradižnikovo stuno, tam pol ti njej daš življenja, ne. To je pa že v redu izbira. Ampak tako generalno mislim, da tukaj je pol preveč teh postavljanj ovir da sam pač vzamejo dobro ribo, pa probi večkrat to dobiti v tednu v svojo prehrano. Tako, nice. Evo, gremo dalje. Tisto zanima, ali je za rast mišic ob treningu seveda res potrebno pojesti vsaj 1,5 grama beljakovin na kilogram telesne mase. Jaz bom rekel, v teoriji ne, v praksi. Tudi če vnos o primernem treningu manjši kot 1,5 grama na kilogram telesne mase, bojo napredki, bojo rezultati. Ampak, vsak pogovor se šele začne po besedi ampak, bojo te rezultati verjetno manj izraziti, počasnejši in zna biti to malenkost premalo ob tistih obdobjih, ko so treningi težji in ko je obremenitev telesa večja. Večja z boleznimi, večja z napori, večja s stresom, večja kakorkoli, takrat zna biti gram pa pol mogoče premalo, sploh za tiste, ki so še malo bolj advanced lifterji. Za popolne začetnike bi pa tudi gram pa pol definitivno bilo dovolj. Definitivno. Life niso sam beljakovine, ne moš verjeti. Ja, torej, odvisen, koliko je to močen cilj. Kaj vse se te osebi še dogaja v življenju, koliko ima kapacitete, da zdaj skrbi za, a je to 1,5, 1,6, 1,7, ker pa si je to treba zračunati in dejansko te beljakovine razporediti na svoje obroke in loviti ta cilj. Torej, če je že zdaj komi na 1,5, potem je to ok in naj tam ostane. Ampak po nekih smernicah je tam 1,6, 2,2, 2,2, nekaj tasga, ne. Sej lahko so tudi večji vnosi, ampak vemo, da če bo večji vnos beljakovin, bo izpodrival druga pomembna hranila, kar sploh za športnike, če grejo ogljikovi hidrati, bo problem. Tako da, če to zares ni potrebno iti, razen v nekih ekstremnih primerih hujšanja, in to ni zdaj za našo populacijo poslušalcev. Tako da, tako kot si ti v bistvu rekel, sam dodali smo še neko, da ja, v bistvu tudi večji vnosi se priporočajo glede na obstoječo znanstveno literaturo, je pa tudi že to, teh 1,5 dovolj, da se bo nekaj poznalo.
kar veliko najbrž, no, če bo vztrajna s treningi. Prvič, pri ciljih, kot je pridobivanje mišične mase, se najprej moramo pogovarjati o treningu in ne o prehrani. Prvič. Mislim, da je trening glavni tukaj stimuli. In če je trening neustrezno intenziven, skratka neprimeren in ta intenzivnost, to besedo sem uporabil namenoma, ker trening za pridobivanje mišične mase pogosto pač enostavno ni dovolj intenziven, ampak izpade kot nek bootcampiš, kvazi kardio, neki kombiniramo, neki, a veš, tako, doskrat je nek hibriden trening, ki ni glih prilagojen dobro, ali pa ni stimuli za hipertrofijo, ni glih dobro izražen, in potem logično, da učinka ni glih, ali pa je samo ta newbie gains, a veš, samo ti začetniške prilagoditve so, ki so vedno, ko se nekdo začne s to vrstnim treningom ukvarjati, ampak potem se stvar zelo hitro izravna. In takrat ne bo naredilo razlike, samo to hočem povedati, ne bo naredilo razlike, če bomo mi dodali 1,5 ali pa 1,8 ali pa 2 grama beljakovin. Takrat bo naredilo razliko, če mi uspemo telesu skozi trening dobro skomunicirati, kaj od njega želimo. V bistvu je trening tukaj nek medij, po katerem komuniciramo s svojim telesom, kaj od njega želimo. Če mi bodybuildamo, pa hočemo pridobiti na aerobni vzdržljivosti, pa ne govorimo pravi jezik. In če mi hočemo pridobivati na mišični masi, pa smo padli v nek trend nekih, ne vem, visokih, kakokoli ponovitev nekega kvazi kardija, pa spet ne dajemo pravega sporočila. Se pravi, moramo zelo biti pozorni na to, kako treniramo, da bi ta cilj lahko dosegali. Če pa že govorimo o prehrani, se absolutno strinjam z vama, ta cilj ne bo živel ali pa umiral na tem, imamo 1,5 ali pa 1,8, se pogovarjamo o malenkostnih razlikah. Tisto, kar pa se mi vseeno zdi mogoče pomembno omembe, je kakšnih beljakovin. Ne? Zdaj, če nekdo izbira če dobi večino teh beljakovin iz nekih rastlinskih živil, rastlinskih virov, to ni sporno, kolikor je samo pomembno upoštevati, da bo takrat treba mogoče slabšo razpoložljivost in kvaliteto teh beljakovin pokompenzirati z višjim vnosom. Takrat se bojim, da 1,5 mogoče res ne bo dovolj. Če imamo pretežno rastlinski način prehrane, kjer izbiramo večinoma rastlinske vire beljakovin. Takrat bi svetoval, da se to pokompenzira z višjim vnosom in se pride raje tja gor proti 1,8. Če imamo zelo kvalitetne vire beljakovin, načeloma v prehrani, tja od v končni fazi dobrih proteinov v prahu, dobrega wheyja, mesa, ribe, jajc, pustih mlečnih izdelkov, pol pa mislim, da tudi 1,5, 1,6. V resnici imamo dosti literature na tem področju, da je za večino ciljev, večine populacije, ki nas posluša, to zares lahko dovolj. In ne vem, če je potem potrebno forsirati več, če nekomu to ne ustreza. Po drugi strani pa bi rekel, da če pa nekomu so všeč taka živila, pa da jih uspe z njimi, kot si opozorila Lana, da ne izpodriva, ne, potem še druga hranila, torej hidrate, maščobe, pa ne vidim problema, če nastavimo ta okvir nekje na 2 grama, zna biti učinek mogoče še malo bolj niansiran, malo bolj izrazit, malo boljša, mogoče zna biti predvsem regeneracija oziroma performance na sami vadbi. Tako da, toliko z moje strani. Super. A gremo na ta zadnjo? A veste, da smo že skoraj 2 uri? Sorry, Dani. Sorry, Dani. Ta zadnje vprašanje. Veliko imamo še, ampak nimamo enostavno časa in kapacitet za vse odgovoriti. Malo se navezuje na prejšnje vprašanje in vključuje eno precej znano zdravnico, oziroma ne vem, če je zdravnica, ampak ima naziv doktor. Dr. Stacy Sims. Njena trditev: pomembno je, da ženske zjutraj, ko vstanejo, zaužijo beljakovine. Kakšno je naše mnenje? Meni tudi rečejo doktor Feelgood, sem drugače. Malo zadnje, mogoče Stacy Sims je ena precej poznana osebnost v svetu fitnessa, ima precej zaslug, tudi veliko dobrih stvari je naredila. Ona je ena izmed glavnih, ki je začela govoriti o tem, da ženske niso samo pomanjšani moški in da je to treba sploh pri vrhunskih športnikih nujno upoštevati. Ampak se je to mičkeno izrodilo, se mi zdi. Ker zdaj njena neka narativa je, da ženske morajo pa v bistvu čisto vse drugače delati, ali pa vse večino stvari, in da za ženske veljajo čisto neke druge zadeve, kakor za moške. In tudi ta ne bi bila kao ženske, sploh ženske morajo zjutraj nujno pojesti beljakovine. Kakšno je vajno mnenje? Jaz bi samo rekel, pri tej trditvi prečrtaš ženske, zamenjaš to besedo z ljudje in zamenjaš v bistvu trditev z, če ješ zajtrk, naj bo zajtrk beljakovinsko bogat. Pika.
Točno to sem hotela jaz reči. Torej, vsem priporočamo, da začnejo dan z nekim uravnoteženim obrokom, ki vsebuje dovolj beljakovin, da pokriješ svoje dnevne potrebe po beljakovinah. Torej, kar pa ta dr. Stacy dela v svoji komunikaciji, je ne, da govori napačne stvari, ampak veliko stvari po nepotrebnem specifično pove za ženske. Tudi nekateri nasveti so specifično za ženske, ampak izhaja iz nekakovostnih znanstvenih dokazov. Torej, nimamo še dovolj podatkov za neke trditve, ki jih ona trdi kot 100% resnico. Kar, a ne, spet dve stvari hkrati sta lahko res. Torej, govori veliko dobrega, da veliko dobrih nasvetov, skrbi za to, da ženske pridobivajo mišično maso, da jim je to pomembno, da se posvečajo zadostnemu dnevnemu vnosu beljakovin, ampak hkrati so nekatere izjave, ki preveč komplicirajo po nepotrebnem in nimajo nekega znanstvenega zaledja, da bi lahko rekli, takšno kompliciranje je smiselno. Ta podcast, pa tudi vse, kar počnemo, bi bilo verjetno bistveno bolj viralno in popularno in bi imelo večji doseg, če bi uporabljal take taktike, ne? Da bi izbral svojo nišo, prefiltriral svoje sporočilo skozi moraš to pa to pa to pa to in si rešil problem. Ne? Se pravi, to bi rekel, da je ta vzorec ozadja. Delaš big deal iz nečesa, kar si tega sploh ne zasluži, ampak na tak način dosežeš svoj cilj. Nimam zares za dodati kaj bistvenega, razen tega, da je to pač neka čisto osnovna higiena, da ko se zjutraj zbudiš, ponavadi imaš nek prej ali slej, se ne rabiš zdaj takoj, ko se zbudiš, laufati v hladilnika, ne? Ker tukaj bi malo posvaril pred tem, ne? Kaj pomeni zjutraj moraš jesti beljakovine, ne? Ker dostikrat se to zna odpeljati v ekstremne. Takoj, ko se zbudim, prva stvar, ki grem, je mešati si proteine ali pa aminokisline ali pa nekaj, da preprečim katabolizem. Ne? Se pravi, dajmo tukaj malo zdrave pameti, ne rabiš v bistvu divjati. Prvi obrok znaj se zgodi, pač kot ti ustreza zjutraj, enim je to prej, enim je to malo kasneje, tukaj res to ni drama. Če se zbudim recimo ob 6, lahko jem ob 7, lahko jem pa tudi ob 9, oboje je ok. Wow, ne rabim zdaj, če mi je pač nekako tako naravno se zgodi apetit oziroma mi prije na vrsto zajtrk. In takrat naj pač to bo skladno z nekimi osnovnimi smernicami uravnotežene prehrane, se pravi, da začnemo z nekimi beljakovinami in da dodam, da pokrijem še drugi ekstrem. To ne pomeni, če gospa Stacy rekla, da pač mora biti ta obrok samo beljakovina, da potem ima samo beljakovine. Ne? In to je pa ta druga past, ne, v katero se dostikrat ujamemo. Se pravi, nam je rekla, da moram jesti ali pa samo beljakovine po treningu. Ne? Kaj zdaj moram, proteine po treningu ali pred treningom? Ne? Se pravi, dostikrat vzamemo neko stvar izven konteksta, ne? In potem se samo na to osredotočimo. Ne? Pač dostikrat zdraven paše še kaj. Ne? In zato bi jaz te beljakovine umestil v kontekst nekega normalnega obroka. Ne? Ali pa vsaj obroka, ki ima, če ne drugega, neko sadje, zelenjavo, nekaj tasga. Ne? Na kar je bistveno. Tako da glih toliko si beljakovine zaslužijo izpostavo zjutraj, kot si zaslužijo izpostavo zjutraj sadja ali pa zelenjava. Bravo. Mogoče lahko tako začnem. The best. Ker boš težko pač kasneje to nadoknadil. Če spustiš beljakovine zjutraj, si spustil beljakovine v prvem delu dneva in boš težko pokril svoje potrebe s tem, da boš pol kasneje pojedel dvojne porcije. Ne? Enako velja za sadje in zelenjavo ali pa za vlaknine. Ne? Se pravi, če si zaprem jaz okno v celi prvi polovici, kako bom zdaj za vraga kako bo ta obrok pol kasneje izgledal, da bom dobil dovolj vlaknin, sadje in zelenjave. Ne? Zelo težko bo to v realnosti izvedljivo. In to je mogoče tudi, sicer ni zdaj neposredno se ne dotika tega, ampak to je tudi mogoče moja opozorilo pred nekimi fasting pristopi. Ne? Ker če si jaz zaprem okno, hranjenja večji del dneva, potem ful težko znotraj tistega enega okna manjšega, ki ga pa imam, res poskrbim za vsa hranila v pravih količinah, ki jih moje telo rabi. Ne? Je lažje, če to naredim bolj razporejeno. Fantje, punce, kdorkoli to posluša, dajte jesti beljakovine, dajte jesti uravnoteženo, ne si zapirati vrat po nepotrebnem, pošljite tole epizodo komu, ki bi ga ta epizoda zanimala. Hvala za vprašanja, hvala za pozornost, hvala za poslušanje. Ekipa Zdrava pamet zaključuje tole leto z vrhunskim razpoloženjem, s 3 fantastičnimi epizodami. Drugo leto se vračamo, spočiti, regenerirani. Bomo videli,
kako so naši prazniki šli, poročamo takrat. Še enkrat hvala za poslušanje. Pa lepe praznike. Še ti. Ja, lepe praznike tudi z moje strani. Hvala, Ernest, za tak lep uvod in lep zaključek. Tudi jaz lahko rečem, da se vam zdaj še za letos zahvalim za vso vajno energijo in vse odlične vsebine in znanje, ki ga delite tukaj z mano. Sem res, tudi če ne bi noben tega poslušal ali pa delil, bi bil zelo hvaležen, da se lahko pogovarjam z vami o tem, o čemer se pogovarjam. Dobar je, hvala tebi. Hvala enako. Lepo se imejte, čau.